pisalo Please don't travel alone. Jaz pa ne vem, en dan prej nisem nikogar videl in en dan po tistih rekah nisem nikogar videl in seveda sem bil sam. Tako da zelo pogosto mi ljudi sprašujejo, ne vem, koliko časa si rabil za to, pa kakšna hitrost, pa ne, to sploh ni point. In malo premerim in rečem, ok, 1700 km, pa se to bi se dalo teči, ne? Mislim, da ne grem s kolesom, ne? Pride nek tip z vozičkom, seveda je zanimivo, ne? Mislim, vsak se hoče pogovarjati, ne? Mene je zanimalo, kaj oni delajo, njih je zanimalo, kaj jaz delam, ne? Knjigo sem sicer napisal o tem, ampak nisem šel z namenom, da bi napisal knjigo. Draga publika, gremo v Suomi, na Finsko gremo, v Helsinke. Tole majico sem dal gor zato, ker je moj današnji cenjeni gost prav tam doma in se zdaj le javlja, ja, iz prestolnice Finske. Živijo, Mladen Zagorec. Živijo. Kako si? Odlično, ja, super. Si danes že tekel, morda? Ne, danes nisem tekel. Kako to? Ja, dobro vprašanje. Grem pogosto, ampak vsak dan pa ne grem. Tako so dnevi, ko ne grem. Dejansko so dnevi, ko ne greš, ja? Ja, dejansko, ja. Pa kaj drugega takrat počneš, oziroma ti zadošča da se tekaško izraziš samo parkrat na teden. Eni pač ne morejo brez teka vsak dan. Ja, ne, v bistvu danes moram reči, cel dan z računalnikom sedel, ne, tako da nažalost, mogoče bi šel po najinem pogovoru, ampak nisem šel. Ja, drugače pa, mislim, kar se tega tiče, mislim, da se ne razlikuje veliko od ostalih tekačev, da je težje ne iti kot iti. Pa si enkrat okužen s tem, v bistvu, ja. Te vleče, mislim, jaz vidim, mene, kadar se peljem kje, pa gledam, pa vidim kakšnega tekača teč. Joj, kar dobim, tiste mravljince dobim, jaz bi tudi to počel, pa ja. Mislim, ti tudi imaš podobne najbrž, ja. Imam, ja, definitivno. Mislim, stanujem blizu največjega parka v Helsinkih in lahko cel dan tukaj sedim z računalnikom in gledam zunaj, kako ljudje tečejo mimo in me matra, da bi se pridružil, ampak se moram brzdati, tako da. Koliko tekačev je, če bi primerjal, no, evo, Ljubljano, se vem, da še vse prideš nazaj večkrat, ampak če bi lahko čez palec malo ocenil, je veliko Fincev tekaško aktivnih? Ja, bi rekel, da je. Zdaj, težko bi, ko grem pač teč ven, je zelo težko oceniti, koliko je ljudi, pa ne vem, ena stvar, ki je v Helsinkih drugačna, recimo, česar v Ljubljani nisem našel oziroma zasledil, je, da je veliko večjih skupin, ki tečejo skupaj. In te skupine, to je zanimivo, v bistvu pride tudi po, ne vem, 50-100 ljudi, po, ne vem, 2-krat, 3-krat na teden, ne celo. In tečemo, včasih grem tudi skupino teč, to je nekaj, kar sem pred kratkim dodal v svoj repertoar, ponavadi tečem sam, ampak grem tudi skupino kdaj teč. In to je nekaj, recimo, česar v Ljubljani nisem zasledil. Tako da, če imate nekoga, ali v Sloveniji nasploh, če obstaja neka pobuda, ne vem kakšen razlog, mogoče enostavno ni bilo interesa ali pa ni bilo ljudi, ki bi organizirali to, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da je to postalo precej popularno. Dajte, če dovolite, te poupdatam, ne, v Ljubljani teh tekaških skupin kar nekaj in vedno več in se dobivajo ene v torkih, četrtkih, ene v sredah, ponedeljkih, ene se na Rožniku, ene se v Tivoliju, ene se pri živalskem vrtu, tako da, če se boš kdaj hotel kakšni priključiti, ti bom dal kontakte, ni problema, vsak dan v tednu si lahko pri eni skupini, eni so celo taki, da praznujejo rojstne dneve, pa zmeraj ga ima kakšen, pa prinesejo za jesti pa za piti, a ne, in takrat, ko imaš ti rojsten dan, pač moraš boleti, zato ne hecam se, zato da te nič ne stane, ampak hočem reči, to, kar praviš, v Ljubljani je kar lepo razvito, tudi v drugih krajih po Sloveniji, tle v okolici Krana, kjer sem jaz tudi, no, tako da ni pa morda tako velikih tekaških skupin, tiste se dobivajo redko, ker ni pač moče tudi takih parkov pa cest, da bi po 50 ali pa 60 ljudi tlafalo skupaj, čeprav naletiš tudi na sobotno skupino priprav na Ljubljanski maraton, ko se zbere 150 ljudi, pa se tam okrog bajerja podijo, tako da tekaške skupine. Kaj vidiš ti kot samotar, kot solo tekač, kot ultramaraton, v bistvu prednost tega teka v skupini, kaj ti je dobrodošlo? Druženje, socialni aspekt teka.
to. Zaradi tega, ker pretečem, mislim, 95% časa tečem sam in to tudi veš, kako je, ko tečeš sam. Pač jaz tudi zelo redko tečem z glasbo ali pa s podcasti ali česarkoli. Pustim ponavadi vse doma in to si ure in ure si sam. Tako da je pol včasih je pa fajn iti za 1 uro teč z ljudmi in da se lahko pogovarjaš, da slišiš malo, kaj drugi počnejo. Mhm. In druge tudi zanima, kaj ti počneš, in to je to, ne, druženje, nič drugega. Prav. Sej ponavadi po vsakem teku, ravno toliko, koliko smo tekli, če ne še dlje, ostanemo in se pogovarjamo. Ne. Je morda tudi na Finskem navada, da se gre kaj potem po teku spiti, ali ni te navade? Ja. Odvisno od skupine. Je ena skupina, ki ima obveznost, se začne in konča v baru, in je prva runda je na račun tistega bara. Vidiš, to je pa lepa, a ne, navada, ki po Sloveniji še niso prevzeli na teh strani Alp, tako da apeliram zdaj na vse, pač zainteresirane gostince, ni problema. Bom jaz pripeljal tekaško skupino, če boste častili prvo rundo. In moram reči, da zelo redko ostanejo ljudje sam pri enem, tako da mislim, da se jim splača. Ne? Mislim, enega riskiraš za to, da pol 3 še prodaš, zelo lepo. Kako dolg je, prej sem se pogovarjal, prej sem začela snemati, Mladen, pa vidim, da je še svetlo pri tebi, pri nas je tudi še, ampak zdaj smo okrog enakonočja, ko se najbrž te stvari bolj poklopijo, kot pa poleti, pa po zimi, ja? Kar se tiče dolžine dneva. Ja, zdaj, kot si rekel, je približno enako dolg dan, ampak drugače pa poleti v Helsinki. Helsinki je eno izmed najbolj južnih krajev na Finskem. In je celo noč svetlo, ne, poleti. Sonce zaide, ne vem, pol 11 mogoče zvečer, malo pred 11. Vzide, ne vem, okoli pol 4 mogoče, tako da iz nekaj časa gre dol, ampak je pa ves čas svetlo. In to je fenomenalno, za tek je to super. Jaz grem po zimi grem redko teč zvečer, recimo 9, 10 zvečer, ne. Poleti grem pa rajši zvečer. Nekako drugače, dober občutek je, no. Po zimi potem, če pa obrnem, to je pa, ne vem, sonce vzide 9 zjutraj mogoče, zaide ob 2, ja, in je tema, tako da to uporabiš po neko malo več notranje motivacije, zato da se spraviš ven, ne, tako da jaz s tem nimam težav, ampak to, kot sem rekel, pa ob 8, 9 zvečer, mislim, 9 zvečer, ime spat, ne, mislim, po zimi. Ampak potem vstajaš bolj zgodaj? Ja, ampak je tudi mislim, jaz delam v pisarni in včasih, mislim, zdaj večinoma doma, ampak ko sem še hodil v pisarno, sem včasih cel dan v neki sobi zaprt, kjer pridem v temi v službo in grem v temi domov, ne, tako da. Ampak zdaj večinoma od doma delam in po zimi mi sploh ni problem, pač sredi dneva grem teč za 1 uro ali pa tečem v Čeh ali pa samo teč v park. To je skoraj nujno, zaradi tega, ker če je sonce zunaj, potem Treba grem. to izkoristiti. Ja, treba izkoristiti, ne, ker sonca ni ravno veliko, ne, tudi če je svetlo, ne pomeni, da ne bo oblačno, ne, tako da zna biti po, ne vem, 5 minut sonca na mesec, ne, dobesedno, tako da potem greš ven, ne. Je kaj več depresije. Pravijo, da Finci potem to depresijo preganjajo na vse možne načine, ampak kaj pa ti misliš, Rojza, koliko let si že v bistvu na Finskem? 20 let. Noro, mislim, Ja. noro. Zdaj si skoraj da že Finc postal, ali kako? Ja, v bistvu, ja. Mislim, kako ti dojemaš to? Ti očitno nimaš težav s tem, ker si šel gor in obstal, da 20 let tam, ne? Se pravi, s temi ekstremi poletja, zime in tako naprej. Ja, ne, nimam. V bistvu moram reči tako, da na začetku, recimo prvih nekaj let je bilo zanimivo. Potem je kakšnih 10 let so posebej zime so bile malo zoprne, poletja so mi zmeraj všeč, ampak zime znam zaradi teme, ne zaradi česarkoli drugega. Zdaj mi je pa oboje v redu. Tema, mraz bi hotel z veseljem vsakič, če bi bilo svetlo, ne. Sploh me ne moti, ne. Tako da nekako, ja, sem se navadil na to, ja. Me ne moti tema, me ne moti mraz, svetloba me itak ne moti, toplote ni ravno preveč, tako da. Ampak ja, mislim, da sem se navadil ampak to je zelo individualno, ne. Nekateri domačini, lokalci tukaj, jih moti recimo tema, ne, pa imajo, ne vem, saj tega je kar precej, svetle luči, zraven monitor recimo v službi.
ali pa ne vem, to kot neka terapija svetlobna, ne vem. Jaz sem tudi to proval, pa nisem opazil nobene razlike, tako da potem pač nisem več uporabljal, ne. Tako da ja. D-vitamin pa konzumiraš se brž tako. Ja, celo leto v bistvu. Ja. Tudi, ja, to pa je to je v bistvu ena od stvari, ki jih jemljem celo leto, ker, ne vem, se mi zdi, da tudi poleti, ne, enostavno po moje, da ni zadosti, tako da. No, saj nisem še pogledal, koliko sončnih dni imajo Helsinki čez leto. Mi smo bili lansko leto za maraton, tam to je bilo maja. Fantastično vreme. Jaz bi takrat sem rekel, noro, mes je bil pač ena nevihtica je bila, vse ostalo je bilo sonce. Edina stvar, ki mi je v Helsinkih pa res zmotila, ne, je bil pa ta kar oster veter, ki je bil ves čas vse prisoten, na Suomen liniji smo šli s trajektičem tja, pa je bilo fantastično, gledali smo, ko zmaje spuščajo, zebal nas je pa, mislim, zajce, tako da ta veter, tudi na maratonu, veter z vseh koncev, veter na stadionu, veter, kaj pa to, no? To mi pa... Ja, isto, navadi se, to mislim, mesto je ob morju, tako da vetru se skoraj ne moreš izogniti, moraš biti kar precej v notranjosti, da je manj vetra ali pa da ga ni, ne. Tako da vetrovnih dni je po mojem kar precej, ampak na to, ja, zdaj, ko si omenil, ja, je prisoten, ampak me ne moti, ne vem, tudi na to se navadi, se pač, še posebej, mislim, po zimi je mogoče bolj, moraš vedeti, kakšen veter je, če greš ven, v bistvu, ne, ker se na ta način potem vlečeš, zaradi tega, če je -20 stopinj in veter piha, potem je to takoj -30, -40, ne. Tako da se pač temu primerno, to moraš vedeti enostavno, kakšno vreme je in se odpraviš ven. Ampak veter pa res je povsod prisoten in je tudi poleti zelo redko, da lahko posedeš nekako samo ob obali, recimo. Letošnje poletje je bilo izjemno, ampak drugače pa ni, ne vem, moraš se bolj dobro obleči enostavno. Jaz sem včasih mogoče malo bolj za šalo kot za res, ampak lahko v puhovki zunaj sedim poleti, ne, julija. Pa mogoče pogrešaš ta, rekel, slovenska poletja, rečete? Ja, včasih ja. Mislim, v Sloveniji in na splošno v srednji, južni Evropi je fino to, da je, zdaj, ko grem, da je poleti tema in da je toplo. Ker no, tako je, ja. Mislim, da sem povzel zelo dobro to. Mislim, ja, no, sej, meni mrzke na svetu všeč, ampak zmeraj, kakšen detalj, v bistvu, ki zmoti pač tisto, kar smo tle navajeni iz Slovenije, ne vem, no. In me res zanima, no, daj mi povej, Mladen, no, kaj človeka zanese gor na sever, na Finsko, Helsinke, pa da tam obstane, si ustvari življenje. Ja, no, jaz v bistvu sem prišel študirati, na podiplomski študij sem prišel, ampak nisem v Helsinkih študiral, sem bil malo bolj severno v kraju, ki se imenuje Jyväskylä. In ko sem končal magistrski študij, sem pač ostal tam, mislim, spoznal sem žensko, s katero sem zdaj poročen, ne, sva ustanovila družino in tako naprej, ampak to je bil mogoče, ona je bila mogoče glavni razlog za to, da sem zares ostal, čeprav sem nikoli nisem odločil, da bova ostala tukaj, ne. Ampak vse te nekaj vleklo že prej, če šel študirati, ali bilo to naključje, no, tako? To je bilo naključje. V bistvu dobesedno je bilo to, da je bil študijski program je bil zanimiv in je bilo nekaj, kar je bilo precej unikatno takrat v svetu, vsaj v Evropi, in to me je potegnilo. Tako da predtem nikoli nisem bil na Finskem, sploh nisem vedel, kje je ta kraj. Tako da čisto, to mi je bil neznani teren, mi je bil popolnoma. Kaj hudirja si študiral, da je samo neko sred Finske lahko dobiš univerzo, ki to drži? Ja, zdaj najbrž ne več, digitalno kulturo. In to Finci so prednjačili v tem, hočeš reči? Ja, to je bil program, magistrski program mislim, da so ustanovili mogoče 1 ali pa 2 leti prej, preden sem jaz prišel, čisto novo je bilo in to je bilo mogoče na kakšni univerzi v Združenih državah ali kje, tako da bi bilo, ampak drugače pa v Evropi tega nikjer nisem zasledil, vsaj da bi bil program v angleščini, ne. Mogoče, ne vem, v Franciji ali nekje v Španiji, da so imeli kak, ampak ne vem, ne znam špansko, ne znam francosko, ne bi mogel iti, ne, ampak tukaj je bil prav v angleščini bil program, ne, in to me je privleklo v bistvu, ja. Zanimivo. Digitalna kultura, ampak če se prav zasledil, pa delaš zdaj na področju IT-ja, ali kako? Ja, tako je, ja. Ja, v bistvu nisem,
Ja, ne vem, če sem kakšen dan sploh delal na področju, ki sem ga študiral. Ne. Ja, Zanimivo. Ja, zmeraj sem bil v IT-ju, tudi že kot v srednji šoli, pa še kot študent v Ljubljani, na Univerzi v Ljubljani, isto sem delal v IT-ju zmeraj. in še nekaj mi povej, ne praviš v angleščini, študijski program, ampak zdaj si 20 let gor, koliko časa si rabo, da si se naučil finščine? Ja, približno 1 leto. Samo, mislim, bravo. Ja, ja, 1 leto, tako da sem lahko normalno z ljudmi se sporazumeval, ampak na nek način se še zmeraj učim. Zaradi tega, ker ne vem, zdaj še posebej od otrok, ne vem, skoraj vsak dan kakšno novo besedo. Okay, to so zdaj drugačne besede, drugačne stvari. Ne, ampak ja, drugače pa tako, da sem lahko recimo šel v trgovino ali pa ne vem, uredil stvari. Ja, približno 1 leto. Ampak je bilo precej intenzivno. Jaz sem si to kar resno zastavil in ker sem se hotel naučiti jezika, hotel sem, kaj se okoli mene dogaja. Če sedim v avtobusu, me zanima, kaj se okoli mene pogovarja. Ne vem, to je čisto enostavne stvari. Ne vem, to se mi je zdelo pomembno, tako da sem se naučil pač. Mislim, joj, ta ugrofin, mislim, noro. Ne. Jaz sem gledal vse te pikce, črtice, vse te sestavljanke, malo smo se kakšne fraze poskušali učiti, pa smo jih pozabili. Kaj je najtežjega bilo zate, recimo, pri učenju tega jezika? To, da nobena beseda ni podobna ničemur, kar mi je bilo prej znano. Okay, ja. Nobene referenčne točke, katerikoli drugi jezik, vsaj, okay, mogoče nekaj podobnega, ne vem, potem v japonščini ali kitajščini ali nekaj takega, ampak v vseh drugih evropskih jezikih, vsaj, ne vem, romanskih, germanskih jezikih, vse posod lahko nekaj, mogoče zatiščine ali nekje povlečeš, ne, pa je nekaj, je neka referenca. Tukaj ni bilo popolnoma nič. Tako da to je bilo najtežje najbrž. Ja. Mislim, z ženo se pogovarjaš angleško, finsko, slovensko, z otroki. Finsko. Ja. Z otroci se slovensko pogovarjamo, oba otroka govorita slovensko. Mislim, bravo, mislim, Ja. kako ti je to, mislim, noro, kako ti je to uspelo, otroci v Sloveniji ne znajo govoriti slovensko, a ne? Ti pa na finskem okolju uspeš otroke naučiti slovensko. Ja. Za čas. Ja, nekako naravno izpada. Jaz sem se odločil, da bom vztrajal pri tem, da jim pač govorim slovensko. Ko sta bila majhna, sem jim bral v slovenščini veliko. Tako da to je ena stvar. Druga, mislim, tudi to motivacija je bila seveda, da ko pridemo v Ljubljano k mojim staršem, torej k njihovim starim staršem, da je bil to v bistvu edini jezik, s katerim se potem lahko sporazumeval. Mislim, zdaj seveda oba govorita tudi angleško, tako da bi se lahko tudi angleško pogovarjal, ampak zakaj bi, ne, če lahko slovensko. Tako da, ja. Ja. Otroka znata potem 3 jezike. Ja, vsaj, ja. Vsaj. Tudi, ja, švedsko se tudi v šoli učijo, že od 1. razreda osnovne šole. Tako da, ja. No, pa smo mislili v Sloveniji, ko smo napredni, ko otroke učimo angleško, pa potem zdaj drugi jezik, pa potem že to pravi, da smo nadpovprečni klinca, ne, pejte gledati malo na finsko. Najbrž še Finci nasploh so poligloti na en način, ali kako potem, če praviš švedsko, finsko. Ja, veliko govorijo jezike, veliko potujejo, ampak saj mislim, da ne vem, da ni to lastnost vseh jezikovnih skupin, kjer ni ravno veliko, mislim, če greš, govorcev, če greš v neko državo, kjer govorijo špansko, ali ne vem, v Francijo, ali nekje, kjer govorijo angleško, v Ameriki, ne vem, ni ravno veliko ljudi, ki bi govorili kaj drugega kot angleško, ne. Čeprav ni potrebno, ni jim treba. Po drugi strani, no, tam je veliko manjšina, ampak če ne štejemo tega, ne. In potem enostavno ne znajo, ne, ker jim ni treba, ne vem. Si lahko predstavljam, da kakšnih velikih jezikovnih skupin, ne vem, nekje na Kitajskem isto, da najbrž, ker ni potrebe, ne, pa se ne naučijo. Morda kakšnega lokalca, ki te še ne poznaš, kdaj presenetiš s svojim znanjem finščine, ker misliš, da si turist, pa tako naprej. Ja, to pa ja. Še posebej, če začnemo najprej v angleščini pogovarjati, ali pa če na podlagi imena, ne vem, se začnemo v angleščini pogovarjati, pa potem nekateri izvejo šele pozneje, nekateri pa sploh ne vejo, da znam s finsko. Tako to je seveda najboljše, ne. Mislim, ti imaš jokerja v rokavu, veš, če Ja. V svojem delu, v poslovnem okolju si angleško govoreč, si tudi finsko govoreč? Oboje, ker delamo v mednarodnem podjetju, tako da je naš skupni jezik je angleščina, vsa dokumentacija, vse je v angleščini. Vsa komunikacija je po defaultu je v angleščini. Ampak s Finci pa mešano, z nekaterimi angleško, z nekaterimi finsko, ne vem, odvisno malo od situacije. Meni je jezik v bistvu orodje, no, to je. Sem navdušen, no, najbrž praviš, se ves čas učiš, te je kakšen Fin že pohvalil, da si dobro osvojil njihovo pač materinščino. Ja.
vsak, ki izve, sliši, ja, je presenečen in ja, seveda pohvalijo. Ja. Noro. Mislim, je še kaj Slovencev, poznaš kakšno Slovence, ki živijo tam gor, imate kakšno Ja, celo skupnost ali pa kaj takega? ja, včasih smo se več družili, zdaj ne toliko, ampak ja, se mi zdi, da je bilo nekih 50-60 Slovencev, mogoče jih je zdaj Puh, več. Smo se dobivali še posebej okoli ambasade, ko je bila še ambasada v Helsinkih. So na ambasadi organizirali dogodke, pa je bilo nekako lažje. Zdaj je tudi neke skupine so in se kar precej pogosto, ali ne bom rekel pogosto, recimo, da 2-3 na leto se dobijo. Včasih pridem zraven, včasih pozabim, včasih ne pridem, tako da je malo mešano. Ja, poznam, ja, poznam. kakšen tekač vmes? Ja. Ja, dobro Bi vedel, če bi vprašanje. bil, a ne, ker bi samo o tem Ja, govoril. ja, se mi zdi, ja, mogoče jih je ene par, ampak tako, mislim, ja, se najde, ampak ne tako zagrizeni, da ne grem zraven tako pogosto teč. Ne. Imam enega prijatelja, ki je pol Finec, pol Slovenec in se kdaj srečava ali pa kdaj greva skupaj teč, tako da ja. Mislim, ne, sej, če bo že daj ustanavljal tekaško skupino Slovencev na Finskem, ja, tako vidiš. Ja. To, da se ve. Spoštovani, drage dame, ki to gledate, pa gospode, ki to poslušate na teku, zdaj se sprašujete, če je kao po finskem življenju, zakaj sem mlade povabil v tale podcast, ja, kot ste že ugotovili, teče. Ne? Ampak jaz sem za njega zvedel prek ene druge oddaje na Valu 202, da ne teče samo tako pač rekreativno, ampak teče kar daleč. Ne? Je tudi ultramaratonec, človek, ki je pretekel že marsikatero skandinavsko, arktično, nordijsko državo, med drugim je tekel tudi z Helsinkov na Nordka. Ja, 17 000 km, 28 dneh, o tem spisal tudi knjigo, 11 Degrees, nekaj tazga, a sem prav se zapomnil? Ja, 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 ja. tako. Tudi maratonc je, zakaj a si bil lansko leto na Ljubljanskem maratonu? Sem, ja. Zdaj mi povej, kje si potegnil ta cajt, mislim, na kakšnem dopingu si mladen, vrhunski rezultat. No, če Hvala. statistika ne laže, si tekel 3:01, kar je izjemno, izjemno. Ja. Hvala. Greš letos spet v Ljubljano, morda? V bistvu ja, pridem spet. To. Ja. Čakaj, zdaj pa glavno vprašanje, a ne, ker jaz poznam, imam kar dosti znancev, kolegov, ki trenirajo za Ljubljanski maraton in njihov cilj je pač svet igral vsakega maratonca, ki se resno s tem ukvarja. To veš, kaj bom rekel. Ne? To je SAP 3. Ali bo Mladen Zagorac tudi letos ta klub želel vstopiti v Ljubljani? Ja, v bistvu je to cilj. Ja. Noro, noro, pa kakšen timing se zbrala za tole. To, kjer nekaj vprašanj si bi zdaj porajal, ampak greva po vrsti, Mladen, malo nazaj. Ne? Najprej je bilo 11 Degrees, so bili ultramaratoni, prej so ultramaratoni, so bili maratoni, pred maratoni je bil tek. Kako si začel sploh tekljati, teč, rekreirati se, maratoniti in tako naprej? Ja, v bistvu športom se ukvarjam že od malih nog, ampak s tekom sem začel ukvarjati šele v začetku 2000-ih, ker no, do takrat je bil tek, ne vem, ogrevanje. Mi ni bil tudi najbolj zanimiv, ampak po začetku 2000-ih me je pa zagrabilo in sem pobral z interneta en plan za odteč, ne vem, je bilo 5 km, 10 km, se ne spomnim več koliko. In sem se držal tega plana in ni bilo enostavno, ampak me je potegnilo noter. Ne. Tako da sem najprej začel, to je bilo, ne vem, 2003 po mojem, isto v okviru Ljubljanskega maratona, sem 7 šel teč, mislim, da je bilo 2003. Takrat si pa še 7, ki si jo potem sprejel 10, tako ja, rekreativni tek, bravo. No. Tako da to, ampak že to je bilo, ja, sej jeseni, ne, mislim, da sem že naslednjo pomlad sem šel že na polmaraton a sem šel potem že tisto jesen na maraton, ne. Tako da v bistvu v zelo kratkem času, do maratona in pol v bistvu nikoli nisem več nazaj pogledal, ne, ampak sem gledal samo naprej, zmeraj me je zanimalo, kaj je za naslednjim vogalom, kaj je za naslednjim hribom in kot veš, temu ni konca, ne, tako da tako da v bistvu maratone, nisem veliko maratonov pretekel teh uradnih, da bi prav imel rezultat, ne. Ker to me nekako ni me potegnilo, to, ne vem, prevelika gneča, nekako, ne vem, ni mi bilo ravno. Tudi pa zdi se mi super, da so te dogodki organizirani kot
motivatorji, ne, zato da ljudje se pripravijo na to in ne vem, uživajo v tem. Ne. Ampak jaz imam pa zelo močno notranjo motivacijo in ko sem enkrat videl, da v bistvu ne potrebujem teh dogodkov za to, potem se še eksperimentirati in probati marsikaj drugega. Ne. Dokler nisem prišel do tega, da v bistvu potujem s tekom, ne. Tečem in potujem. Ne. Mislim, tečeš zato, da potuješ. To je zelo zanimiv koncept. Posebej, če živiš pač gor na severu, ne, kjer te slej ko prej ulovi tema, mraz in tako naprej. Ne, daleč od tega, da bi naši konci to malo drugače. Vseeno, no, ultramaraton si najprej poskusil, čakaj, prav domačih Helsinki. Ja, v bistvu, prav, da sem razdaljal daljši od maratona tekel, sem enkrat, ne vem, najbrž je bila neka sobota, nedelja, sem rekel, da vidim, če lahko 50 km tečem. In sem šel teči in sem tekel 50 km. Ne vem, mislim. Ni bilo nikakšen dogodek. V park sem šel teči, tukaj, kjer stanujem blizu, oziroma blizu. No. Pač sem se spravil in sem šel teči in sem rekel, ok, 25 km. Ne, v bistvu to je bil kot neki krožni, ja, niti se nisem poskušal vrniti. Ne. Sem otekel in ko je bilo, ne vem, sem 50 km tekel, sem ok, sem se sedel na avtobus, sem prišel domov. Ne. Ja, mislim. In videl si, da to gre in pa si rekel, zdaj bom pa šel teč, ne, regularni ultramaraton. Ja, ne, potem naslednja je bila, da sem rekel, ok, 50 je šlo, da vidim, če gre lahko 100, ne. In potem sem probal iti na 100, ampak na prvo 100 sem šel pa, je bil pa prav dogodek, ne. Tukaj isto v Helsinkih, okoli enega griča, so trije taki hribi, ker Helsinki je zelo ravna. So trije hribi, v bistvu so to bivša smetišča, ampak za gradbene smeti, ne. Tako pač, ne vem, beton najbrž je zakopan, pa je zdaj polno zemlje, se niti ni vidi, park so naredili zdaj iz tega, ne. In je isto en grič in okoli tega griča je, ne vem, kilometer in pol, malo manj kot 2 kilometra. Tek na 100 kilometrov je 55 krogov okoli enega takega griča, ne. In mislim, seveda prireditev se ustrezno imenuje Mazohistove sanje, ne. In ker je, mislim, se ti zmeša, ne, sej super, ampak ne vem, mogoče bo še kdaj, ampak saj zaenkrat se mi zdi, da enkrat je bilo dovolj. Ampak, če se prav videl, si se plasiral takrat na podiju med najboljše tri, ali kako? Ja, tretji sem bil celo takrat, ja. In v bistvu hecno je bilo to, da tega nisem vedel, ne, ampak dolgo časa sem bil v vodstvu. Noro. Sem vodil, ja, tako do ne vem, ker to tečeš v krogu Pa ne in veš, ne več čas zgubiš, ja. prehitevaš, eni tebe, ti ene prehiteš in ne veš, kdo je, ne veš, kje si, ne. Tako da jaz sem šele pol izvedel, ne vem, nimam točnega podatka, ampak v zadnjih recimo 5 ali 10 kilometrih sta me tista dva prehitela, ne. Ampak jaz, ko sem prišel v cilj, sem izvedel, sem tretji in ne vem, zanimivo je bilo, zanimiv občutek. Tako da ja, sem celo, ja, takrat sem se vrstil na podij, ja. Mislim, kakšen start v ultramaratonsko kariero, kdo bi rekel, je naravni talent. Kakšen je bil to je športno vprašanje, kakšni so bili vaši občutki? Hočem reči, da mislim, ali to tako tečeš, kako si se ti počutil? Najbrž sem po prvi 100, po prvih 50 kilometrih sem rabil najbrž, ne vem, 3-4 dni, da prideš, ne vem, da malo se ti telo regenerira. In tudi isto po 100, seveda, mislim, to niso neke strašne hitrosti, ne. Jaz mislim, da sem rabil, manj kot 10 ur sem rabil, 9 ur in, ne vem, 40 minut recimo. Tako da to ni ravno super hitro, ne. Tako da je drugače, kot če tečeš maraton okoli 3 ur, ne, je čisto drugačen občutek, ne. Ja, najbrž sem rabil nekih, ne vem, recimo do enega tedna, ampak je, ne vem, zelo redko, da tudi po teh večjih podvigih, da si vzamem več kot nekaj dni, ne, ker me enostavno povleče nazaj in v bistvu tek je neke vrste tudi regeneracija, ne. Ker če prideš in se usedeš in potem cel teden sediš, isto ni v redu, ne moreš se gibati, ne. Tako da jaz se dosti hitro spravim na noge, pa tudi če grem samo, ne vem, za 20 minut, pol ure, 1 urico za odteči malo je boljše, kot da sedim, ne, tako da. No, ampak za to 100, recimo, si se kaj posebej pripravljal, si imel kakšne protokole, si delal kakšne zelo dolge teke, ali? Ne, v bistvu ne, nisem, sem samo, ne vem, samo šel sem, ne. Takrat v tistem času sem precej kolesaril, tako da to sigurno pomaga, vsaj za aerobno kapaciteto, kar precej.
Ampak kar se tiče teka, v bistvu takrat tudi nisem ravno veliko tekel. Oziroma tako, recimo, da sem tekel nekih 200 km na mesec, pa si mi je zdelo, da je veliko, ne. Tako da to je to, nisem ravno. Mislim, da po tistem sem začel, sem v bistvu videl, kaj je šibkost, ne, in da moraš več časa preživeti na nogah, zato da greš lahko in dlje in hitreje in da se bolje počutiš, da lahko v tem uživaš, da je lažje, ne? Ker seveda zdaj, ko grem isto, grem iz užitka, jaz ne grem trpet, ne? Ni to, da bi bilo slabo, ne? Tako da, in seveda bolj, ko si pripravljen na ta način, potem je tudi lažje. In zdaj vseeno so te dolge razdalje, ni težko teči, ne? Enostavno pač gre, ne? Mislim, kaj to pomeni? No, deva reči, še vseeno, kako bi se danes pripravil za kaj tasga ali pa za eno tako prečenje, ki si ga delal, za malo preskakujem, sicer, ampak vse ni Ja. važno. Če govorim z ultramaratonci pri nas, a ne, marsikdo reče, da vse so samo variacije na temo. a ne. Podaljšaš par kilometrov, ampak treniraš za 100 dosti podobno kot za 200, kot hoče reči, veliko kilometrov, nekaj hitrih vmes in te neke znanosti. Kako se pa ti, recimo, si potem lotil za naslednji projekt, ali pa bi se danes lotil projekta, nek ultramaraton? No? Ja, v bistvu z veliko teka, ja, sigurno, ampak ena od stvari, na katero se zdaj navajam predvsej, je to, da lahko veliko jem med tekom. To je ena od stvari, ki sem v zadnjih, recimo, 2-3 letih spremenil, 3-4 mogoče, da veliko vnos velike količine hrane, ne zaradi količine, ampak zaradi ogljikovih hidratov, ne, pač. Ker to sem enkrat opazil, da če se počutim zmatranega, da zelo pogosto ni razlog fizična zmatranost, ampak je neka megla v možganih, ki prihaja v bistvu iz tega, da zaradi pomanjkanja energije, ne. In ne vem, zelo sveže spomine imam, da zdaj poleti, začetek julija, sem kolesaril okoli Islandije in sem odkolesaril en dan 150 km, kar je bil moj dnevni cilj, ampak sem rekel, sem prišel do ene majhne vasice, kjer je bil kamp, sem rekel, okej, tukaj se bom ustavil, ampak je bila tudi mančke veliko, bencinska črpalka je bila, ki je bila kot neka restauracija, hamburgerji so imeli, ne, sem rekel, okej, preden grem spat, se grem najest, ura je bila, ne vem, 9 zvečer. In pojem hamburger, malo počakam, da se mi telefon napolni, in pol ure mine in se sploh nisem zmatran in sem še naslednjih 90-100 km odkolesaril, ne, do naslednjega kraja. Zaradi tega, ker enostavno gre za to, fizično se mi zdi, da so meje zelo, zelo daleč. Dovajaš dovolj goriva. Ja, če stalno gorivo noter prineseš in dobre količine, zadostne količine, torej to pomeni, moraš začeti jesti, preden postaneš lačen, moraš začeti piti, preden postaneš žejen, in seveda, da navadiš, ko si me že vprašal, kako bi se pripravil. Pripravil bi se na ta način, da bi telo navadil na to, da lahko prebavlja hrano medtem, ko se jaz gibam. In pri teku je to sveti gral, ne, težko je v bistvu, zaradi tega, ker se ti napne velik pritisk v trebuhu in je težko je prebavljati, ker gre v noge, v mišice in je težko prebavljati. In ko enkrat navadiš telo na take stvari, da prebavljaš hrano, da lahko vnašaš hrano medtem, ko tečeš, na kolesu je to veliko lažje, zaradi tega, ker ni tega, ne skače, ne, trebuh, ampak pri teku je pa to. Tako da če bi se poleg tega, da bi se pripravljal s tekom, tako kot se vsi tekači, bi se pripravljal tudi na ta način, oziroma se tako tudi pripravljam, ne, da pač grem, ampak mi nikoli ni bil problem teči s polnim želodcem, ne. Zdaj seveda ne morem, ne vem, super hitro teči, ampak da telo navadi na to je zelo pomembno. Pa si morda opazil, da je razlika, če ješ neke, rekel, enostavne ogljikove hidrate, cukre in tako naprej, ali po drugi strani majčkeno bolj kompleksno hrano, ki vsebuje tudi beljakovin, maščob, je kakšna razlika pri tem, ko se počutiš, ne? Okej, maraton je ena stvar, tam si hiter, tam razen enostavnih cukrov, tako ne moreš požvečati. Pri ultramaratonu je pa drugače, ne, boš lahko tudi, kot si rekel, hamburgerje skoraj da ješ vmes. Ja, je razlika. Moj, v bistvu, hrana, h kateri grem za tako energijo, je najbolj pogosto riž, ker je zelo lahko prebavljiv, ne. Maščob naravno ne veliko, ogljikovih, proteinov, beljakovin, ja, tudi do določene mere,
ampak v glavnem še zmeraj na ogljikovih hidratih. Ampak ne gelov in tega, ok, gel na maratonu, ja, zaradi tega, ker pač stisneš tisto v usta in greš naprej. Ampak tako, ko tečeš cel dan, dan za dnem, potem pa stalno neko grizljanje, ne vem, slane palčke, ne vem, kaj so tisti polpetki iz riževi, ne vem, take stvari, to. Potem pa, ja, dobesedno riž, potem pa, ja, ko se stavim v kakšne kraju pica, hamburger, ne vem, to. Potem pa naprej, ne? Ko si rekel, Islandija ima 1300 km kroga, ne, tako, to si Ja, rabo. ja, nekaj takega, ja. Koliko časa, več kot teden, pol ali kako? Ja, mislim, jaz sem prekolesaril, mislim, da 1600 vse skupaj, ker jaz sem šel takoj iz Keflavika, takoj iz letališča, pa okoli otoka, pa nazaj na letališče, tako da pa malo okoli, tako da mislim, da je bilo nekaj 1600. 8 dni, v povprečju okoli 200. Mislim, začunaš si imel za 10 dni, ampak na določeni točki sem videl, da kolesarim preveč v enem dnevu, tako da sem se proti koncu ustavil, tako da na koncu nekih 8 dni spadlo. No. A si kaj shujšal v tem času? No, zdaj so pri kalorijah, to sem se hotel Ja. navezati. Si izgubil kaj kil. Ja, ja, to zmeraj. Mogoče, ne vem, 2-3 kile sem izgubil. Ja. Ja, to sigurno, mislim, vnos nikoli ni zadosten pri takih podvigih. To zmeraj je premalo. Ne glede na to, koliko poješ. No, si predstavljam, ja, tudi kolega je pred leti, 20 let nazaj odkolesaril to Islandijo, rekel je, pa mi ti povej, jaz sem bil letos na Islandiji, lepo vreme sem imel sorazmerno konec avgusta, kolega, ki je bil tam pred leti, je rekel, da mislim, da sta bila s kolegom 13 dni, je rekel, 12 dni sem bil moker, 13 dan mi je bilo pa itek pa že vse. Ko je bilo pa pri tebi, recimo? V redu je bilo, jaz sem imel mogoče 3 dni dežja, jaz mislim, srečo sem imel z vremenom. Ne. Edino, kar me je malo zaveralo, je bil veter, ne. Ker skoraj polovico odkolesaril v vetru, proti vetru. V Tako vetru da je v prsa. bistvu, Aha, ja, aha. vetru prsa in ne vem, to je bil občutek, kot da bi kolesaril 700 km v klanec, ne. Uf. To je bil veter 10-12 metrov na sekundo. To je bil včasih tak veter, da ko je bil spust, ko ni bil preveč strm, si moral poganjati, zato da grem lahko po hribu navzdol, ne. Kako pa si rešil, siguren si imel kakšne gumi defekte, kakšne probleme s kolesom ali pač ne? Nič. Ne, niti enkrat. V bistvu nekje na pol poti sem opazil, ker tako je, moj cilj ni bil samo odkolesariti ceste. Jaz sem šel gledati, kar je bilo v radiusu nekih 5 km ceste, sem šel pogledati. Ne vem, ok, slapovi na začetku sem, potem ok, voda pada, ni več bilo tako zanimivo. Ampak sem šel gledati ledenike in ne vem, na obalo in se ustavil in ne vem, tisto letalo, ki je na plaži, tisto sem šel pogledati. Te stvari sem vse šel gledati, ampak potem sem pa nekje na pol poti videl, da imam precej zarez na gumah in sem rekel, ok, nimam s sabo nikakršnega, nimam rezervne gume nimam. Na letališču sem ugotovil, da imam tisto pumpo, ki sem jo s sabo, da ne morem spraviti dovolj pritiska, bencinske črpalke niso ravno pogoste in sem rekel, ok, dosti zabavanja, in potem sem samo na cesti ostal, ne. Kaj bi naredil, recimo? Kaj bi bil plan B, če bi vstal nekje v neki pustinji s predrtim kolesom? Ja, ne vem, mislim, sem imel flike, sem imel s sabo, to bi lahko bi popravil, ne, ampak mislim, na letališču, ko sem napumpal gumo s tisto pumpo, ne, to je bilo, mislim, mehko je bilo, težko bi se bilo voziti s tem, ne vem. Ja, najbrž bi to naredil, probal bi mogoče koga poštopati, vprašati, če ima pumpo, ne, drugače bi prišel pa do naslednjih, ne vem, 50, 100, 150, 200 km, kolikor, da pridem do naslednje bencinske črpalke, kjer lahko napolnim, ne, tako da. Mislim, človek bi se znašel. Ampak greva zdaj iz tega kolesarja nazaj na tek, ker me zanima, a ne, mislim, nisi iskalec nečesa, a ne, avanturist po svoje, a ne, ker poznam veliko ultramaratoncov, ki hodijo samo mogoče malo po hribih, pa hodijo na dirke in tako naprej. Ne poznam pa nikogar, ki bi se mu trnilo, da bo pa zdaj tekel čez celino ali pa čez otok ali pa ne vem kaj, a ne. Kje se tebi potem, ali pa ta želja po solo odkrivanju, recimo, narave in ceste in neskončnosti, a ne, utrnila po tiste stotke naprej, ki si jo naredil v Helsinki. Ja, v tiste stotke, v bistvu naslednji korak, kaj je bilo? Ja, no, naslednji tak zanimiv korak je bil, da sem šel na Trans Gran Canaria, torej Gran Canaria otok sever-jug, je takrat bil, zdaj ne vem, če še zmeraj isto.
in je, ne vem, mislim, 120 km približno in čez hribe, tam je kar precej vzponov. In ja, to sem odtekel in je bilo super, tako da sem potem že na letalu, na poti nazaj, takrat so bile še revije v letalu in sem gledal na smešno majhne zemljevidu Evrope, sem gledal, ja, kaj bi zdaj lahko odtekel, kje bi še kakšen tak otok in sem zagledal Islandijo, ne. Uh, ki je bila ustrezno velika. Sem rekel, okay, to bi lahko bilo zanimivo, ne. V bistvu pri teh stvareh je načrtovanje, ideja in načrtovanje je mogoče polovica vsega. In tako da vsakič, ko grem, recimo, okay, naslednja stvar je bila Islandija, ne. Ampak Jaz to, sem prišel. če te prav razumem, Transgran Canaria je bil organiziran dogodek. Ja, to je bil In organiziran dogodek, ja. Ti si pa Ja. zdaj šel v Islandijo tudi, kakšen dogodek, ali Ne. si čist solo? Ne, čisto sam sem šel, ker ni bilo organiziranega dogodka za kaj takega, ne. Ker si ugotovil, da tudi to zmoreš, da je v bistvu Ja. te ultre so v bistvu tako ali tako več ali manj lahko samooskrbne. ali kako? Ja, mislim, s temi organiziranimi dogodki je nekako se mi zdelo, da je vse postreženo ti, nekako ne moreš zgrešiti, ni nič, ne vem, varno Nič se ti ne je. zgodi Nič se ti ne onkraj. zgodi, ne, ja, nekako planirano je vse okoli tebe, imaš celo omejitev časa, če ne prideš do določene točke ob določeni uri, te izključijo, ne vem, in nekako to ne vem, meni je dišalo nekaj malo bolj avanturističnega, nekaj malo bolj zanimivega, ne. In to, mislim, isto, ko sem se odločil za Islandijo, sem potem šel na internet, sem pogledal, ok, potrebujem zemljevide, najbolj natančne zemljevide, ki sem jih našel, so bili od 1 proti 100 tisoč, cel otok, ogromne zemljevide, mislim, da jih, ne vem, bom zdaj na pamet rekel, 40 zemljevidov, po mojem, jaz sem jih, najbrž ne pol, sem jih mogel kupiti, zaradi tega, ker sem ugotovil, ok, če grem s severa proti jugu, da je mogoče malo prekratko, pa sem rekel, ok, no, diagonalno ne more biti, ne, pa sem pa zemljevide kupil za diagonalo in sem jih doma razprl in sem začel pot nekako risati, načrtoval sem tisto pot zelo dolgo, po mojem, da kakšen mesec ali pa dva. Ogromno časa sem preždel pred Google Earth, gledal satelitske posnetke, a se da čez to reko, a se ne da, se veliko stvari označeval. Potem sem začel enkrat risati isto na Google Earth, sem te zemljevide položil na poltransparentno, čez satelitsko sliko in sem videl, kako bi lahko to povezal. Ne vem, ena reka je super velika, so samo 3 mostovi, tam sem rekel, ok, tukaj ne bom riskiral, tukaj grem čez most, ampak v glavnem večina so bila brez potja in mislim, je to, že samo to načrtovanje sem se ogromno enih stvari naučil, ne. In potem še, ko sem prišel tja na teren, isto je bilo ogromno enih stvari za rešiti v toku dneva, ne. To je v bistvu ravno toliko pomembno kot sam tek, in to je v bistvu nekaj isto, kar sem pogrešal pri organiziranih, ne, zaradi tega, ker pri organiziranih ti nekdo postavi, nekdo je že šel in ti skozi tisto greš. pot. Ja, in ti samo greš, ne. In tako da zelo pogosto me ljudi sprašujejo, ne vem, koliko časa si rabil za to, pa kakšna hitrost, pa ne, to sploh ni point. Fino reči, ok, ne vem, porabil sem, ne vem, 10 ur, 12 ur, kakorkoli, ampak to ni stvar, bolje je to, da prideš živ na drugi strani ven, v bistvu, ne. Ampak vse mi boš pa povedal, mislim, okvirno razdaljo, mislim, pa kje do kje si pač Islandijo, zdaj, to, ki jo že malo poznam, mačkam že vem, kako se to skupaj izgleda, pa tisto ogromen ledenik tam spodaj, pa pravzaprav cela centralna Islandija in sam ogromen ledenik prekinjen pač z nekimi vulkani. Kje si potem ta črto, koliko časa si rabil, recimo, pa koliko kilometrov je na koncu vse skupaj naneslo? Ja, začel sem v mestecu, ki se imenuje Tórshavn, ki je na severovzhodu otoka. In tekel sem proti Reykjaviku. Vse skupaj je bilo 530 kilometrov, in sem porabil malo manj kot 9 dni, 8 dni in 20 ur ali 22 ur, nekaj takega. To si zastavil kar, kaj to, 60 več kilometrov na dan? Ja, nekaj takega, mislim, da je več kot 60 na dan, ja. Zadnji dan je bil seveda najkrajši, zdaj, ker sem že prispel v Reykjavik, ampak ja, mislim, da to je bilo tam, ja, 65, 70, mogoče celo 8, ja, nekaj takega, ja. Si predstavljal, ok, rekel si ten mesec,
en mesec ždiš nad mapam, pa rišeš to, potem to pokriješ s satelitskimi slikami, potem z Google Earthom probaš to nekako spraviti, pa pogledati, kako to izgleda, pa moraš iti pa na teren, tam prideš tja. Kako si prišel od letališča do tja? Že to je Z pač letalom. projekt. Z Z letalom. notranjim letom. Notranjim letom, ja. V bistvu z letalom Reykjavik, Akureyri, Vopnafjörður, Tórsvötn. Se pravi, trikrat si prestopil, da si tja prišel. Ja, je bilo treba, že to je bilo v bistvu logistika tega teka je bila zelo zahtevna, zato ker zdaj sem se pogovarjala samo o poti, drugi del seveda je bila oprema, zato ker sem s sabo imel hrano, načrtoval sem, da bo 10 dni trajalo, da bom 53 km na dan odtekel in sem vso hrano in vso opremo sem nosil na hrbtu, tako da sem moral tudi tukaj svašta enih stvari probati, zato da vidim, kaj lahko, koliko. Samo skrben si bil ves čas, boš rekel, Ja. za 10 dni. Ja, čeprav sem se vmes sem šel mimo dveh krajev, kjer sem tudi jedel. Ampak dokler nisem šel na pot, nisem vedel, da bo ta možnost, ne. Tako da sem se ustavil, tako da ni bila popolna samooskrba in tudi ni bila popolna dojina, zaradi tega, ker en del sem tekel tudi po cesti, ker ni bilo, mislim, tam eno ogromno polje lave, tako da sem šel rajši po cesti. Tako da, ja, ampak vseeno, logistično gledano, jaz sem bil pripravljen, da bom 10 dni bil popolnoma na samooskrbi, da imam vso hrano s sabo. Si stehtal na hrbtnik? Ja, sem to je šlo vsaka posamezna stvar, to še zmeraj isto, ko grem, preden grem na kakšno svojo avanturo, vse gre na tehtnico, čisto vse gre na tehtnico in ne vem, mislim, ročajev zobnih krtačk ne režem stran, ampak ja, zelo rad imam titanium in same lahke stvari, tako da ja, sigurno, vse gre na tehtnico, s tem stehtal, zdaj sem spomnil že natančno, ampak takrat mislim, da je bil okoli 12 kilogramov, je bil na hrbtnik v štartu, ja, in to brez vode, ker na Islandiji ni problem, je zelo malo krajev, kjer zares je suho, ampak je veliko nekih potočkov, rek in tega, tako da oskrba z vodo je bila precej enostavna, tako da mislim, da če se prav spomnim, okoli 12 kg je bil na hrbtnik, ja. Pa si prej kaj treniral z nahrbtnikom ali si šel čisto na suho v to, da enkrat, v bistvu s tem nahrbtnikom in s to opremo sem enkrat šel teč doma, tako da sem odtekel, mislim, da nekih 30 km prespal, jedel in ne vem, da probam vse te stvari in nazaj drug dan, tako da to izkušnjo sem imel, ampak sem vseeno se srečal s stvarmi, ki jih nisem predvidel, vse to je zmeraj, seveda, je zmeraj tako. No, ajde, da me zanimajo me najbolj take žmohtne, najbolj zanimive stvari, ki si jih na tej potovanju, teh 8 dneh pač odkril. Ja, ena stvar, ki se mi je zelo močno vtisnila v spomin, je to, da ker seveda sem gledal, da imam vse najlažje, sem imel super lahko spalno vrečo, ki je bila sicer spuha, polnjena s puhom, ampak in podlago, isto sem imel super neko lahko podlago in to je bilo premalo, ker na dostih delih, še posebej na sredini otoka, je temperatura, jaz sem bil konec avgusta, je padla pod ničlo in tam je na nekaterih delih je permafrost, mislim, so tla zamrznjena, vsaj takrat so bila, ne, in me je zeblo, mislim, tistih 8 dni me je zeblo, skoraj stalno sem bil moker in zeblo me, mislim, tako da kupil sem neko podlago za spanje, ker so briljanten marketing, so rekli, da so luknje v podlagi na strateških mestih, zato da je manj materiala, da je lažje, točno tam, kjer ne potrebuješ, ko ležiš na hrbtu. Ja. Ampak, mislim, kdo leži v istem položaju celo noč, mislim, mrlič najbrž, ne? Jaz sem se, po mojem, vsakih pol ure sem se zbudil, zaradi tega, ker me je zeblo nekje, ne? In se obrnem na drugo stran in potem tam začne zebst, ne? Mislim, noro je bilo, ne? Da ne rečem o tem, da stalno sem bil moker, ne? Tako da deževalo, takrat je pa skoraj stalno deževalo.
In potem prečenje ledeniških rek. To je bilo v bistvu ena izmed največjih, najbolj zahtevnih stvari, bilo prečenje ledeniških rek. Ne. Ker Zaradi toka, zaradi mraza, zaradi vode nasploh. vse to, tok, mraz, te reke so mlečne, tako da sploh ne vidiš, kam stopiš. Na dnu nekaterih rek je živ pesek. Tako da enkrat sem stopil, pa se mi je pogreznilo v pesek do kolena. Več plasti tokov je, tako da zgoraj gleda merno, spodaj drvi. Mrzle so, ne, v enem jutru sem jih prečil več kot 20, mislim, da je bilo 21 Noro. rek v 30 kilometrih, ne, tako da je čisto odtrgano. Pred prvo reko je bil celo znak, ker tiste reke je bil še najbolj divji, je bil znak in v veliko večjih jezikih je bilo napisano, kaj so vse nevarnosti ledeniških rek in med te, ki sem jih zdaj naštel, in je spodaj pisalo, jaz sem angleško prebral, pisalo "Please don't travel alone". Jaz pa ne vem, en dan prej nisem nikogar videl in en dan po tistih rekah nisem nikogar videl in seveda sem bil sam. Ampak je bila pa, mislim, nora izkušnja. Si se počutil kdaj vmes, ne rekel, bom rekel tako, prestrašenega, ali pa si rekel, zakaj mi tega treba, to pa res nisem hotel imeti vsega tega. Prestrašenega, ja, sigurno, ja. In isto tudi to. Ampak to je moje merilo za avanturo. Aha, Če, ok. če sem nekje in si mislim, zakaj zdaj ne sedim doma na kavču, ne vem, in ne gledam televizije, to je prava avantura. Ker rajši vidim to, kot pa da sem doma na kavču in si mislim, kako bi rad bil nekje drugje. Ne? Mislim, noro, mislim, se itak odnehati tako, ali tako nisi mogel, a ne? Če si bil Ne, sred pustinje, noben te ne prišel iskat, tudi če si imel mobilni telefon, ne, ja, ni delal, ja. ni tako Ja, ni delal, ni nič ja. noben. Mislim, noro, no, res se počutiš sam se tu v ogromnem stvarstvu in to na otoku, ki je bil ustvarjen iz ognja in ledu, je bela cesta, ne, Ja. noro. Mislim, prej si rekel, da uživaš, a ne. Kje si pa najdel tle užitek? Neki užitke si vsem mogel v tem najti, neki Ja, ampak to je, mislim, zdaj tako, če prepovedujem, nekdo posluša, si misli, zakaj bi si nekdo hotel nekaj takega spustiti, ampak še zmeraj je užitek, to je ta, ne vem, želja po avanturi, po iskanju izkušenj, po tem, da greš v neznano, ne? Potem, da vidiš nekaj, kar drugače ne bi videl, ne? Kar tudi, če ti nekdo pripoveduje, niti slučajno ni enako. Ne? In to me še zmeri, to isto zmeraj, ko grem, je to glavna stvar, ki mi vleče. Mene zanima, kaj je na vrhu hriba. Ko bom na vrhu hriba, me zanima, kaj bom videl, ko bom gor. Ne? Kaj bom srečal, koga bom srečal, žival, človeka, karkoli. To so, ne vem, zadosti stvari. Islandija je bila najbolj raziskan kraj za mene, tako naprej. Ampak potem za naslednje kraje, seveda se pozanimam in vse, ampak nočem iti gledati, recimo, ali brati, ne vem, če je že nekdo bil nekje. Recimo, ne vem, ko sem tekel na Švedskem, Kungsleden, ne, isto je zelo znana steza na severu Švedske. Je polno nekih, mislim, to je zelo znano, ljudje grejo to delati. potopisov, vodnikov. Nisem hotel tudi brati, zaradi tega, ker mislim, tiste neke osnovne stvari, ja, ker tam recimo je na nekih 5-6 krajih, greš čez večje, čez jezero ali reke in moraš imeti, ali lahko sam slaš v nekaterih delih, moraš prav z neko ladico, ne najet. Ok, za take stvari sem zvedel, ampak nisem pa hotel iti preveč brati o tem, ne, ker nekako hočem izvedeti, hočem nekako imeti neko bolj pristno izkušnjo. Ne. Pristno izkušnjo. Ja. Ok, Islandija to je bilo nekaj neverjetnega. Mislim, to je nekaj, kar ne morem, mislim, težko bi ponovil. No, ampak tudi ne iščem na neki način tega. Iščem nekaj, kar je meni neznano. Zato se zelo redko vrnem dvakrat na isti kraj. No, ne vem. Kako doma obrazložiš, pa ženi, pa otrokom, zdaj pa grem, pa me ne bo nekaj časa, grem, ne bom se javil, ne boste vedeli, kje sem. Daj mi povej, kako pa to uskladite doma? Ja, no, otroka sta s tem zrasla, zato ker sta bila še zelo, zelo majhna, tudi nista vedela v bistvu, kaj se spuščam. V ženi je bilo pa to, ne vem, se mi zdi, da je bilo zmeri, ne vem, je rekla, ok, ni bilo videti, da bi jo motilo. Ne.
Tako da je to, no. Ampak seveda, Finske žene so super žene. Če te mož 3 tedne v doma, pa reče, prav, pridke, ja. ja, vse kaj, ampak ne. Mislim, vse te razume, ne boš te spoznala takega iskalca, pač teh Ja, avantur. Da... ja, pa sej jaz se javim, ne. Sej, tudi ko sem bil na Islandiji, sej ni bilo več čas, da ni bilo mobilnega omrežja. Signala, Sej je ja, bil, ja. jaz sem imel oddajnik pripet na ramnico nahrbtnika, ki je vsake 10 minut pošiljal Signal. moj Aha. signal nekam. In tudi takrat, ko ni bilo omrežja, se shrani, tako da ko sem prišel do omrežja, se signal, mislim, Aha. je poslal moje lokacije. Ne. Tako da na nekaterih delih, ja, mislim, saj sem rekel tudi znancem, ki sem jim poslal sporočilo, kako me lahko spremljajo, ker sem imel prek nekega podjetja sem našel to, da so potem risali na zemljevidu, pa si lahko šel na internet stran, pa si lahko še pogledati, kje sem. In je bil, ne vem, mislim, če se prav spomnim, je bil trikotnik, ko je bil trikotnik narisan, pomeni, da ni signala. In takrat ene par prijateljev mi je pol rekel, je bilo napeto gledati, ko tisti trikotnik se nikamor ne premakne. In je pol ure tam na istem mestu, in nismo vedeli, kaj se dogaja. Ne? In potem, kar naenkrat se nekje drugje pokaže, ne? Zaradi tega, ker tam je bil signal, pa pošlje za nazaj vse. Ne? Tako da se v bistvu se pa isto, ali pa se pa javim, ne? Imam vse, telefon imam s sabo, pošljem sporočilo. Aha, te pravi, nisi Recimo, čisto odrezan od sveta, se pravi, so dejansko so te ljudje spremljali, kje ja, si in tako naprej. In, ja, in ja. so vedeli, tudi če bi se ti kaj zgodilo, kaj hočem reči. Da Ja, tukaj... mislim, da sem takrat puščal navodilo, da če se več kot en dan ne premaknem, da ne začnejo ne Iskalno gledati, akcijo. skrbeti ali pa iskati. Ja. Jaz sem se tudi lokalnim oblastem na Islandiji sem se javil glede tega. Ne. Ker Da tam prečiš, oni, v bistvu, da delaš to. Ja, 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 ja. da to delam, in sem jim poslal ruto, po kateri grem, ker sem itak vedel, kje bom šel. In oni imajo kot nek check-in servis, da lahko pošlješ samo sporočilo, vse je v redu, in oni zabeležijo, kje si. In jaz tega nisem delal, ampak so imeli vsaj ruto, tako da če bi bilo kaj, so doma že vedeli, kaj morajo narediti, zato da me začnejo iskati. Ne. Sem pripravljen, človek pripravljen na vse, ampak vseeno si mogel pa narediti, mislim, toliko stvari si mogel skrbeti, hkrati si mogel pa še svoje telo pripraviti do tega, da je vsak dan naredilo maraton in pol, če smo že Ja, pri tem in več. A ne, kar ni, mislim, ljudje hodijo na slovensko planinsko pot, pa na Camino, pa si dajo 20 km, pa 30 na dan, za prehod je to ogromno. Mm. Ti si naredil dvakrat toliko, to pravi, si mogel teči, nisi mogel hoditi, mogel si pač te premikati v tekaškem koraku. Ja. Ja, ja. Ja, točno tako, mislim, nekaj drugega rečem. Ja, tako je. Mislim, Ja. ampak nariš 60, greš spat, se 47 zbudiš, pošleš vse v kragu, vstaneš, se ne vem, preoblečeš iz enih mokrih con v druge, ali pa ne, pa Ne, spet se ne preoblečeš, ja, ja. Spiš v istem. Nisem in imel za sabo za preobleči. Ja. si prešvican, smrdeč, čakaš, da se boš nek mogoče mal, ampak ne, greš naprej teč, a ne, in tečeš, Ja, ampak si ja, utrujen, zmučen si. ja. Mislim, ali je tvoje telo, ima to regeneracijo hitrejšo, ali kako si se s tem spoprijemal, ker imaš lahko tudi slab dan, pa lahko si utrujen, pa si ti res ne da, pa ne moreš, pa te koleno boli. Pa. Ja. Ja, ni te opcije sploh ne razmišljaš o tem, ni Fokus. nikakršnih Aha. težav, ja, samo greš, sploh ni tega. Še posebej zaradi tega, ker kakšen teden, 10 dni lahko stisneš skoraj karkoli. Če je dlje od tega, tam se stvari lahko začnejo razpadati, ne, dobesedno tudi telo začne razpadati. Saj v bistvu po teku čez Islandijo sem imel, ne vem, sem bral po mojem 3 tedne. Zaradi nahrbtnika težkega sem imel mikrofrakture v stopalih na Noro. kosteh. Ja. Si šel poslikati, pa dejansko si šel poslikati. Nisem šel poslikati, ampak je bilo tako, stopala sem tako tečena, da Aha, se razumem. z enim prijateljem, ki je zdravnik, pogovarjal, rekel, ja, to so mikrofrakture, to ne more nič drugega biti. Ker me je bolelo, ko sem hodil. Ne, tako da ampak si nič ne da narediti. To mesto sem rekel, da se nič, to je to. Zdaj pa počivaj mir, da je neki Ja, cajt, ne delaj tako je. trpari. Pa. Ja, Aha. tako je. Tako da, ja, vse sigurno, ja, recimo noge, mislim, stopala so me bolela. Ja. Je bilo težko, ne? Ampak ja, se nimaš druge opcije, se kaj, ne morem tam zdaj 3 tedne počakati, da bo z nogami boljše. Mislim, končaš, dokler imaš še ta zagon, neko inercijo, adrenalin, vse, potem pa ne vem, ja, potem v Reykjaviku sem gledal noge, pa sem rekel, ja, shit, ne, mislim, v redu.
Je, kar je, gremo na avion, gremo Ja, domov, se ja, bomo pa ukvarjali s tem. Ja. ja, točno tako je. Ja. Vse isto podobno je bilo z nahrbtnikom. Nahrbtnik me je užulil po ledvenem predelu hrbta. Sicer imam, jaz ponavadi, ko grem teč z nahrbtnikom, si nalepim, je ena od stvari, ki sem jih dokaj hitro naučil, je ta kineziotrak, ki je Bravo, v bistvu bravo. kot druga koža. In super deluje, ampak ne vem, nekaj sem narobe, nisem čisto v redu to nalepil in se mi je zgodilo, da se mi je malo odlepil in nisem tega dovolj hitro opazil, dokler v bistvu sem to opazil tako pozno, da sem bil že v Reykjaviku in potem, ko sem bil v enem bazenu, sem rekel, ok, grem malo se gret, ne. In ko sem to poskušal dol sneti, se je koža že zarasla čez to, ne. Oh, Tako da v bistvu imam še zmeraj brazgotino na hrbtu zaradi tega. Ker potem se to samo dol spulil in je šla koža zraven, ne. Ker na hrbtu pa itak ne vidiš, kaj se dogaja, ne. seveda ne, samo če Čutiš malo s čutiš, kaj. prsti in potem sem rekel, ok, bolelo je, sem rekel, ok, zdaj moram pač najbrž odtrgati, ne. In sem odtrgal dol in ja, še zdaj imam brazgotino, ne, od Noro. tega. No, Ja. noro. Izkušnja pa najbrž neverjetna, ko si prišel nazaj z zgodbe, si razlagal pol naslednje 2 leti, ali kaj, a kdaj? Ja. Kdaj se, mislim, naslednja stvar je bila kaj pol, kam si šel pol, na Grenlandijo, na Ferske, kam si šel pol? Potem sem šel na Ferske otoke, naslednje leto sem šel na Ferske otoke potem. Ja, to je Mislim, se bilo, pravi, ta Islandija ti je dala potrditev, da to hočeš Ja. še početi. ali kaj? ja, definitivno. Definitivno. To mi je dalo potrditev, sem šel potem na Ferske otoke. Ferski otoki so bili popolnoma drugačni, ker je bilo veliko bolj vljudeno, manjši, več je bilo vzponov kot na Islandiji. Islandija isto je precej ravna, mislim, se postopoma se dviga in polagoma se dviga in spušča, ni nekih. Hudih Ferski vzponov. otoki so precej špičasti, mislim, špičasti, ja, so, kar je. Tako da ja, potem v bistvu to je bila potrditev, ja, ok, to je to se da in vedel sem, kako se da in kot sem rekel, težje je najti nekaj, kar bi bilo bolj zahtevno od tega, da je še zmeraj nekako dostopno, seveda lahko bi šel, ne vem, na nek odročen otok nekje severno od Sibirije, ne, ampak do zdaj tako ni dosegljivo, ne. To so tudi druge stvari potem še kot prepreka, ne, problematične. Ampak ja, potem sem šel na Ferske otoke teč, ja. In ja, isto, fenomenalna izkušnja in seveda to z vsakim sem samo še bolj potrdil in sem hotel, zmeraj sem, ne vem, pridem domov, gledam zemljevide, kaj bi bilo lahko naslednje in je zmeraj neka ideja še za naprej, seveda. Se pravi, tipičen Slovenc, konec avgusta bukira apartma na Braču, ja, za naslednje leto, mladen pride pa iz Ferskih otokov ali pa iz Grenlandije, pa reče, no, kam bomo šli pa naslednje leto za 3 tedne laufati, ali kako, ne? Ja, mislim, nekaj takega, ja. Mislim, ker si potem vsako leto si dal en projekt, ali kako so ti projekti prišli v življenje? Ja, probal skoraj vsako leto, ja. Mislim, da leto 2023 je bil edino leto, da nisem imel projekta. Tako, ampak v zadnjih 10 letih sem vsako leto imel vsaj en projekt. Nekateri so bili krajši, nekateri daljši. Tisto leto, ko je bila korona, je bil krajši, z enim prijateljem sva bili na Finskem, sva tekla in z backrafti sva v bistvu šla najprej v eno smer sva tekla, v drugo stran sva šla, pa sva se po poregah spuščala s takimi majhnimi rafti. Ampak ja, vsako leto nekam in dejansko je cilj še zmeraj, da gremo vsako leto vsaj enkrat ali pa dvakrat nekam, zato ker, mislim, jaz si dneva v pisarni ne bom zapomnil, ne. To so pa nepozabne izkušnje, ki jih ne zamenjam za nič v bistvu, no. Enostavno nimajo cene, no. So preveč vredne, no. Prej si omenil prijatelja, mislim, ko ti ali prej obelodaniš te projekte tudi svojim bližnjim, ok, družini sigurno, prijateljem mogoče, se kdaj kdo javil, jaz bi šel pa s tabo na kakšno tako dolgo reč, ali je to bolj zate rezervirano? To je bolj zame rezervirano, ampak to, ko grem z nekom, ne, se vnaprej že zmeniva, kaj bova in se prilagodim, ne, in razdaljo in hitrost in vse, ker potem je namen drugačen. Namen je druženje, namen je to, da greva skupaj skozi nekaj, ne.
Na meni ni potem, jaz, ko grem sam, tako kot sem rekel, na Islandiji, če bi bil še z nekom, bi se po tisti večeri zares šel najbrž v kamp, ne, zaradi tega, ker tisti, s katerim je bil, ne vem, bi najbrž rekel, hej, ne vem, jaz sem pa dovolj, ne, in potem, ok, potem se prilagodiš, ne bi šel sam naprej, ne. Ampak takoj, ko si pa sam, pa potem, ok, zmorem še, grem, ne. In se dejansko, ampak potem dejansko je samo greš, ne. Pogledaš, greš naprej, pogledaš, greš naprej. Ko grem še z nekom, se prilagodim, ja. Ampak tudi za te večje stvari, ne vem, recimo za Islandijo, nikoli niti iskal nisem nikogar, ne, Mislim, si kdaj mogel koga zavrniti, morda, če pa je potem, ko se je razdelal, kaj ti počneš, kdo je rekel, joj, Mladen, pejva skupaj nekam, ali pa jaz bi šel pa s tabo na naslednji projekt, ali ne, ni takih predlogov. Ja, Da bi mogel spomnim, komu v se bistvu, zahvaliti, recimo, pa reči, ja, ne. ja, ja, ravno razmišljam, ne ravno, ni bilo, mislim, zanimivo mi je bilo, ker ko sem objavil, en video sem objavil na svojem YouTube kanalu, teka skozi Nordkap tunel in tam je nekdo iz Slovenije je pustil komentar, da če bom še kdaj teč od Helsinga do Nordkapa, da bi on še z nekimi prijatelji da bi prišli zraven, ne. In mislim, saj je v bistvu super zamisel, ne? Ampak mislim, da sem odgovoril nekaj v smislu, da skoraj gotovo ne bom šel še enkrat eno in isto teč, ampak da mislim, lahko se govorimo za kaj drugega, ne? Samo potem nikoli ni bilo odgovora, tako da ne vem, no. Ampak tako da zelo redko se nekdo najde, da bi prav rekel, ampak pobuda pa se mi zdi, da je, ne vem, z nekimi prijatelji, ko se tako pogovarjamo, ja, kdo reče, hej, mislim, nekomu rečem, hej, a prideš zraven, ne, gremo, ne vem, kolesariti nekam ali pa teč nekam, ne. In to pa se potem najde, ampak se ti pravim, to je drugačna izkušnja potem, Čist, ne. ja, se To je razume. čisto drugačna izkušnja, To zato ker bo tako. seveda probaš stvari, ki jih drugače tudi ne bi, ne, ker ko si sam, si bolj previden, ne, ko si še z nekom, si tudi previden, ampak na drugačen način, ne. Imaš Je nek tudi backup, neka, ja, ja, razumem, ja. ja, neka drugačna dinamika je drugačna, neka deljena odgovornost je, ne vem, tako da, mislim, če greš sam, se nekam zaplezaš, pa si lahko kar orang, ne, Mislim, gre lahko ja. narobe, ja, gre lahko narobe, kje je orang, ne. Če si pa še z nekom, ne, saj veš, kako je, pač tisti drugi pokliče pomoč, pomaga, kakorkoli, ne, tako da se drugače potuje, ne. In je čisto drugačna so ta potovanja, ne, saj oboje je v redu, oboje je super, ne, tako da. No, kaj pa, ta Finska, to prečenje, ta Nordkap, to, mislim, ok, se si predstavljam, 8 dni, v redu, si Islandija, zajebano, mokro, ampak vidiš naslednjo nedeljo že veš, da boš doma, ampak potem pa prečiti pa celo Finsko, iti mimo Švedske na Norveško, ali kje si šel, vse ne vem, mislim, Ja, to je pa ta projekt, to je pa mesečni projekt, mislim, to si sploh, mislim, to ne moramo zavestiti, kaj če reke narobe, mislim, to je lahko 2 dni tle, no, ne vem, no, daj mi povej, ja. kje pa si to potem skeriral, da boš pa to otekel, to pa res noben še ni naredil. Ja, to v bistvu sem najprej, prvotna zamisel je bila, da bom to odkolesaril. Ok? Ampak to idejo za kolesarjenje sem imel že kar nekaj časa in potem sem po zimi 22, ne vem, sem šel v trgovino kupiti pač za večerjo hrano in velika trgovina in mislim, da sem v isti trgovini, ja, prodajajo tudi neke knjige, ne vem kaj. In sem videl tam atlas, cestni atlas Finske, ne. In sem to vzel s sabo, ne, in pač sem doma listal in sem gledal malo, ok, če gremo na sever proti Nordkapu, ker sem že, ne vem, recimo nekih 15 let, 20 let nazaj razmišljal o tem, da bi bilo fino odkolesariti, ne, od Helsinka do Nordkapa. In gledam tisti zemljevid in malo premerim in rečem, ok, 1700 km, pa to bi se dalo teči, ne. Mislim, da ne grem s kolesom, ne. In potem sem začel načrtovati malo etape, zaradi tega, ker nisem hotel po prometnih cestah teči, ker mislim, na Finskem so avtoceste, ampak jih ni ravno veliko, ampak so pa te regionalne ceste, ki so pa zelo prometne. In tako da sem rekel, ok, po teh regionalnih cestah s kolesom bi še šel, čeprav bi se tudi temu izognil, ampak ko grem teč, bi pa hotel nekaj manjšega, ne. Tako da sem potem gledal in sem si našel sem odlično linijo, ogromno seveda makadama je bilo, in teh nekih majhnih cestic in ko sem enkrat videl, da je to razdalja, ki bi se jo dalo teči, jaz v bistvu časovno nisem imel omejitev, ker jaz sem si v službi vzel 3 mesece dopusta tisto leto in doma sem rekel, ok, jaz mislim, da bo trajalo tam od 4 do 6 tednov
Tako da se rekel, recimo, če mi vzameš 6 tednov za 1700 km, je ok, ne? In to ni preveč na dan. Mislim, da bi se mogoče prej lahko naveličal, kot pa da bi bilo predaleč. Ne? Ampak na koncu je spadlo 4 tedne, 28 dni, točno 28 dni. Ne? Sem 28 dni, zdaj pa spoštovani, zaračunajte to, a ne, 1700 deljeno 4, to je več kot 400 km na teden, 400, to je več kot 10 maratonov na teden, zdaj imate že take oči, kaj je 10 maratonov na teden in to, in po Finskem, človek je to naredil, pa užival zraven, ali kako, mislim, praviš, še vse, da planiraš manj kot včasih, ampak za tako pot moraš pa splanirati še kakšno stvar več. Ja in ne, v bistvu logistično je bil ta tek bolj enostaven, zaradi tega, ker sem tekel skozi civilizacijo. Ja. Ja. Mislim, hrane sem vzel s sabo, hrane sem ves čas nekaj s sabo, ampak mislim, razen peščico dni, recimo, da je vse skupaj bilo recimo, da je bil skupaj en teden, da nisem šel mimo kakšne trgovine ali pa mimo kakšne, ne vem, bencinske črpalke ali pa nekje. Ne? In mi ni bilo treba hrane toliko s sabo vlačiti. Ne? To je bilo eno, drugo, kar sem Ampak še vedno si šel z nahrbtnikom. Ne, nisem. To je druga stvar, je pa to, da sem kupil rabljen otroški voziček. Tako da, takoj, ko sem se odločil, ker najprej sem v bistvu poskušal, da bi po stezah tekel, ne, ampak na Finskem ni neke steze, ali pa ni mreže stez, da bi lahko povezal celo državo, ne, ker je toliko jezer, da mislim, da je to eden od glavnih razlogov, ne. Da ni te takih dolgih razdalj, da na Švedskem greš lahko skoraj skozi celo Švedsko po stezah. In takoj, ko sem ugotovil, da ne bom tekel po stezah, sem rekel... Že kolesarskih oziroma teh poteh? Trail. Trail, da so označene, kjer se izhojene in tako naprej. Ja. Tega ni. Vsaj ne na enostaven način. Mogoče lokalci poznajo, ne vem, ampak to bi vsak lokalec moral poznati svoj del, ne bi se dalo. Ne moreš kupiti zemljevida. No. In potem, ko sem vedel, da bom šel po cesti, sem rekel, to voziček, ne bom nosil nahrbtnika. Ne. In potem, takoj, ko bom šel voziček, sem rekel, ne vem, potem vzamem 2 spalni podlagi namesto ene, vzamem debelo spalno vrečo, vzamem boljši šotor in potem, 4 do 6 tednov, ne vem, seveda hoče malo boljše spati, malo boljše jesti, to potem ne moreš takole malo od oka, ne. Ampak je veliko lažje, zaradi tega, ker lahko več stvari vzameš s sabo. Ne? Saj nisem imel ogromno stvari s sabo, ampak vseeno veliko več. Seveda, mislim, tisti voziček je bil neki dobi 30 kg, ne? Brez vode. Ne? Tako da, ko sem se odločil za voziček, to je bila druga stvar, da je bilo veliko lažje iti naprej. Ja, pa si imel pumpo, pa flike. Ja, si imel pumpo in flike, ampak nisem rabil nič srečo. To bi lahko doma pustil. Mislim, človek, ki si zastavil to 4-6 tednov, se si ne predstavljam, prvi dan, ko si šel dobesedno od domačega stanovanja od hiše, si stekel proti severu. Ja, v bistvu začel sem tako, da sem tekel najprej s tramvajem sem šel na južno obalo na Helsinki, ker sem hotel od Baltika do Barentsovega morja teči. Tako da sem šel s tramvajem do obale, se ni daleč, nekih 5 km od kjer stanujem, da toliko, da pomočim roko v vodo in začel tekel sem mimo stanovanja, da tukaj se še pojedel in ne vem, spakiral do konca in potem z vozičkom tekel, tako da v bistvu imam črto od Baltika do Barentsovega morja pretečeno. Si meril, imaš na uri beležiš, imaš to Garmin, imaš Stravo, te podatke potem akumulirane, imaš? Ja, imam, na Stravo uporabljam, tako da vse na uri v bistvu zabeležim vse, Pa ti je kdaj ura zatajila vmes, izgubil kakšen sled? Ne, nič, vse imam. Človek je IT-ovec, vse to veste. Nima gume defektov, ura modela, vsak od nas, moj ura crkala kdaj na 10 km, teku tepe na 1700 km, na 100, na 1000 milskem pa pač ne. In koliko časa, to si bil vsaj dan v gibanju, koliko časa, ne lih vas budni čas, ampak ne, ti je pa spasalo, oziroma kako si organiziral dneve? Ja, no, na začetku prve 2-3 dni sem tipal, da vidim, kako gre. Zaradi tega, ker nikoli
nikoli ne veš, ne, mislim, no, z vozičkom nikoli nisem tekel v življenju prej, takoj da ne tovorim s stvarmi, pa da tečem 60 km, ne. Sem tekel kdaj z otrokom, ampak to je bilo tako, ne, 10 km, ne. Je čisto drugo. Tako da nisem vedel, kako bo to privanje vozička po cesti, kako bo to šlo, ne. Tako to je bilo ena novost. Drugače pa sem rabil nekaj dni, ampak se to zmeraj rabiš nekaj dni, da prideš v neko novo rutino, ne. Tako da dejansko rutina je bila kaj, zjutraj vstanem, medtem ko spakiram stvari, jem zajtrk, tako da v nekih 20 minutah, pol ure od tega, ko se zbudim, sem v bistvu že na cesti, tečem, odtečem recimo nekih 20 km, se ustavim, nekaj jem, odtečem 27 km, se ustavim, nekaj jem, ampak to mislim, ko se ustavim, nekaj jem, da to se usedem pa nekaj skuham, ne. Med tekom tistih 20-30 km, ko tečem, stalno nekaj jem, ne. Ja. In potem še 20-30 km zvečer isto odtečem in se ustavim, ponavadi potem v šotoru nekaj pojem, ne. Tako da danes sem si razdelil, ne, na več delov in tako da, in isto, mislim, včasih me ljudje vprašajo ali pa nekako neverno rečejo, pa si ves čas tekel, ne. Mislim, to je napačno vprašanje, ne. Seveda se ustavim, mislim, če vidim nekaj zanimivega, se ustavim, pa slikam, srečam nekoga, se pogovarjam, ko sem lačen, se ustavim, ne vem, ko se hočem iti skopati, ne, okej, tukaj se nisem kopal, včasih, če hočem iti zaplavati v jezero, grem zaplavati v jezero, mislim, tako da samega teka, ja, tam je, recimo, v povprečju najbrž nekih 7 ur na dan, ne vem, nisem zdaj šel računati, ampak nekaj takega, ne. Za en šiht, pa še vse narediš tako. Ja, v gibanju. ampak zmeraj pa pazim na to, da sem vsaj 12 ur, da nisem na nogah. Da ležim, sedim, da nisem na nogah, da počivam, ne. Da potem naslednji dan lahko pač greš. Ja, da lahko nadaljujem, ne. Zato, ker najkrajši dan, mislim, da je bil zadnji dan, 46-47 km, ker pač sem prišel do cilja. En dan je, mislim, da še vmes je bil krajši, zaradi tega, ker sem imel z nogami težave, ker sem bil čisto razmočen, koža mi je razpadala na nogah, tako da sem se odločil, da naredim krajši dan, ker to je bila edina rešitev, ampak najdaljši dan je bil pa skoraj 90, mislim, da je bil 87 km, nekaj takega, tako da, in to, jaz sem še občutek, da bi šel še, ne, mislim, samo sem se potem namenoma ustavil, ne. Kaj se človeku zgodi pač v tem času, si sploh ne morem predstavljati. Tam na radiju si povedal, da si vmes ribe lovil oziroma mreže metal, da so te za to porabili, še kaj takega, kaj se človeku res, mislim, dogaja. Videl si gotovo cel kup zanimivih stvari, mislim, koliko je njih stvari, kako to vse ozavestiš, kako vse to delaš potem. Ja, ogromno časa imaš v bistvu, tako da strnjeno se zgodi veliko stvari, ampak medtem, ko si v tem, ne, se mi zdi, da, ne vem, včasih po 2-3 ure se nič ne zgodi, ne, ker vsaj prvih, ne vem, 400 km je na levi in na desni strani ob cesti samo gozd, tako da se nič ne spremeni, ne. In tako da, ampak je pa tistih nekaj dogodkov na dan, ki pa so super zanimivi, ne. Recimo, da sem enkrat ali dvakrat na dan sem nekoga srečal, ponavadi sredi ceste, da sem se z nekom pogovarjal, ne. In seveda, ko pride nek tip z vozičkom, seveda je zanimivo, ne. Vsak se hoče pogovarjati, ne. Mene je zanimalo, kaj oni delajo, njih je zanimalo, kaj jaz delam, ne. In tako da se takih stvari se nabere, ne. In je polno nekih majhnih štorij in dogodkov, ki so fantastični, no. Mislim, to je isto, to je nepozabno. V bistvu to je eden izmed razlogov, zakaj sem hotel tudi iti, ne. Hotel sem v bistvu celo državo videti, hotel sem se srečati, hotel sem imeti ta srečanje z ljudmi, ki jih drugače ne bi imel. Mislim, tudi če si na kolesu, pa se ti zdi, da nisi v nekem oklepu avta, se ti zdi, da si tam, ampak nisi, ker je hitrost drugačna. Se ti zdi, da na kolesu se lahko v vsakem trenutku ustaviš, ampak se dejansko ne ustaviš v vsakem trenutku, ne. In švigneš mimo nekoga, ki sedi ob hiši, ne. Tukaj pa, ne vem, tečem in nekdo sedi ob hiši, mu pomaham, on pomaha meni, me pokliče, da naj pridem in se pogovarjava, ne vem, pol ure, 1 uro kramljava, ne. In izveš stvari, ki jih drugače ne bi izvedel. Če bi bil še z nekom, recimo, če bi sam kolesaril, bi mogoče še se to zgodilo. Če si še z nekom v družbi, je že malo manj možnosti, ne, potem sta 2 proti 1, ne vem, kako logika ta funkcionira, ampak predvsem manj teh imaš prav, ja. Ja, tako da je zanimivo, no, in to je unikatno, da je v bistvu, ne,
imaš možnost v vsakem trenutku se odločiti, kje se ustaviš, po kateri poti greš, ok, pot sem jo začrtano, ampak nekako se razumeš v bistvu, kako hočeš povedati, ne. Si srečal kakšnega severnega jelena, če ti je prišel? Ja, severnih jelenov sem srečal dosti, ja. Samo enega losa sem videl, najbrž jih Losa? je bilo več isto, ne, ampak dokler se ne premakne, jih itak ne vidiš, ne. So ogromne živali, ampak so tudi tako precej nakulirane so, tako da mislim, so rjave barve in če ga zares ne vidiš nekje sredi nekega zelenja ali ga ne opaziš, greš mimo. Severnih jelenov je pa dosti, to je pa tako, to so pa v bistvu tako kot krave, no, na nek način, ker gojijo jih, ne, na severu, jih sami jih gojijo in jih je precej, ne, tako da severnih jelenov je bilo dosti, ja. To je bilo v letnem času? To To je bilo maja. To je bilo pomladno poletnem času. Ja. Temperature za tek, kakšne so bile takrat? Fenomenalne, mislim, od 0 do 20 stopinj, no. Mislim, snegom si se tudi srečal ali Ja, na severu? sem, ampak ne ravno veliko, ne. Mislim, tako, kjerkoli na katerem koli odseku sem vprašal, kdaj se je sneg stopil, prejšnji teden, ne. Se mi zdi, da zima se je ravno odmikala, ne. Ti si pa šel za njo, si imel kakšne večje težave, ne vem, prebavne, z mišicami, prej si rekel, da koža ti je enkrat, ampak zbolel nisi recimo, ali pa da bi kaj takega fasal, nekaj, kar pač ti prepreči pot, ali pa da je mogel počivati dan, dva, ali pa kaj takega. Ja, en dan sem si vzel za počitek, ampak v Rovaniemi, ker, ne vem, glavo nisem imel čisto na mestu, ker doma smo imeli štalo, ker se je tretji dan, mislim, da je bil tretji dan, sem bil na poti, se žena po telefonu pogovarjala in je rekla, da je z gornjim sosedom počil akvarij in je 200 litrov vode prišlo v naše stanovanje, ne. In potem sem si mislil, mislim, to je bilo še ena od stvari, o katerih sem potem razmišljal, mentalno naporno, no, ne vem. Sicer ne bi mogel ravno veliko narediti, če bi prišel domov, ampak doma so se pokvarjali s tem, ne, tako da sem potem v Rovaniemi razmišljal, ne vem, a je sploh kaj smisla v tem, kaj delam. In potem, pa z matero sem bil isto, ne, pa sem rekel, ok, vzame si še en dan. To je bil edini dan, da sem vzel za počitek, ampak dejansko ni bil tako potreben, lahko bi šel naravnost. Ampak se mi tudi ni mudilo nikamor, ne. Drugače pa drugih težav, ja, samo z nogami, s podplati sem imel težave, zaradi tega, ker sem bil mokre podplati, sem imel nekaj 3-4 dni. Ni ravno bilo veliko dežja, ampak namočilo me, no, enostavno, in vlažno je, mislim, ko zunaj spiš in so temperature tam okoli 5 stopinj, nič se ne posuši, če v gozdu spiš, to je vse vlažno, ne. Mislim, ni polno vlage in koža mi začela razpadati in mislim, bolelo je, ne. Kako si potem rešil to? Ja, to je eden tistih, no, to je še tako, mislim, to je bilo še zanimivo, tisto noč so bile samo močvirja okoli, mislim, niti noč ni bila, se je bilo svetlo ves čas ampak vseeno, tam, kjer sem prespal, sem v bistvu v močvirju prespal, ne, tako da je bilo vse še dodatno mokro, ne. In potem sem rekel, ok, edina rešitev za to je, da naslednjo noč prespim nekje notri, da stvari posušim, ne. In dejansko sem to naredil. Jaz v šotoru potem, preden sem zaspal, sem poiskal, kje je najbližji kraj. Najbližji kraj je bil malo manj kot 50 kilometrov stran, kjer sem si rezerviral sobo v nekem bed and breakfast, in potem sem imel cilj za tisti dan in na poti sem v eni trgovini kupil neko različico vazelina, ker to je v bistvu to, kar potrebuješ, ko enkrat noge posušiš, vazelin na noge, da se koža, in neverjetno, ne vem, jaz sem bil prav prijetno presenečen. Naslednji dan sem nadaljeval v bistvu. Jaz sem prišel, mislim, okoli pozno popoldne sem prišel v ta bed and breakfast, sem se stuširal, sem vse stvari dal sušiti in namazal noge večkrat tisti večer in naslednje jutro, ko sem vstal, mislim, noge so bile malo boleče na otip, ampak sem lahko tekel naprej, ne. No, zdaj mi povej, imaš več parov copat s sabo, nogavic neš končno mnogo, kako to izgleda, ker noge so res najpomembnejša stvar. Ja, samo en superge imam s sabo. Samo tiste, ki si jih imel na sebi? Ja, za 1700 kilometrov? Ja. Perfektno. Zdaj moraš povedati, katere znamke, da reklamo naredijo, da se bo komu dobro zdel, da je toliko dobre copate dal na trg, da so zdržale pač celo pot in so še dobre bile na koncu. Ja, Altra. Noro. Altra ti ustrezajo? Zero drop in tako naprej, ja? Zero drop in to, Altra Escalante v bistvu. Zero drop in dokaj tenek podplat, ja, to mi ustreza. Noro, ne morem verjeti. Ne morem verjeti, se pravi, nisi pogrešal blaženja, nisi pogrešal vsega tega, ne. Ne. Izjemno.
izjemno. Ne, In copati so bili na koncu potem še uporabni, no, boš rekel, da si ne, jih še uporabni. niso. Ne. Niso. Pa si imel, mislim, si razmišljal, kaj bo, če ti copati razpadejo, ali pa kaj bi naredil. Ja, sem, ampak se mi zdelo, da če bom tekel po cestah, da ne bo tako katastrofalno, tako hitro razpadli, da jih sem rekel, ok, pač, če bo začnejo razpadati, bom probal jih nekje kupiti. Ne. V bistvu sem se v Rovaniemi celo ustavil v parih trgovinah, takrat bi bilo že fino jih zamenjati, ker so se obrabili hitreje, kot se ponavadi obrabijo. Najbrž zaradi tega, ker sem tekel po trših podlagah in zaradi tega, ker sem voziček porival, ampak nisem našel v trgovinah, ker Altra, vsaj takrat še ni bilo povsod, sej tudi zdaj ni ravno povsod, ni ravno, da nimajo v vseh trgovinah. Ne. Tako da bi si kupil, ampak ni bilo, Priložnosti. podplati so bili obrabljeni, ostalo drugače pa v redu, ne vem. Mislim, da je nekdo od mojih prijateljev komentiral, ja, da vezalke izgledajo kot nove. Si jih vzel pol ven, pa obes. Ja, pa a si skradil te copate za spomin, ali nisi tak Ja, ja. človek? Ne, jih imam, ja. To je pa ena stvar, ki jih doma ravno ne cenijo moji, ampak vse svoje tekaške superge izhranim. Ja. Zaradi tega, ker to je tako, to je dnevnik. Jaz imam, v bistvu, največ, če bi sam stanoval, ne, bi jih po mojem, tako kot nek Wall of Fame, bi imel superg, ne, bi jih obesil na steno in za vsako bi po mojem napisal neko kratko zgodbo. Ker vsaka ima, z vsakim parom so preživela nekaj enkratnega. Ne? Ne vem. Izjemno. Izjemno. So te, mislim, najbrž si rekel, si lokalci, so te tako debelo gledali, so te kakšni lokalni mediji ali pa potem morda kakšni nacionalni celo lovili, ker taka projekta ne delali jih vsak dan vsak. Ja. Ne, niso, ker nikomor se nisem javil v bistvu. Jaz sem hotel to samo zase narediti. Edino je na poti dokaj zgodaj se nek res lokalno nek časopis se je javil čisto po nekem naključju, da so hoteli se pogovoriti z mano, ampak sploh ne vem, če so kdaj objavili. Obljubili so mi, da mi pošljajo, ampak nikoli nisem tega v pošti dobil, tako da ne vem sploh, kaj je bilo kaj ali ne. Drugače pa ne, nihče, to je bilo res, to je bil privat projekt. Isto knjigo sem sicer napisal o tem, ampak nisem šel z namenom, da bi napisal knjigo. Šele potem, ko sem prišel domov, v bistvu tudi takrat nisem vedel, da bi napisal knjigo. Najprej sem članek napisal za Like the Wind, mogoče nekdo pozna, britanski tak neodvisna revija, 4-krat na leto izide o teku. Včasih takrat so bili samo še na papirju, zdaj mislim, da celo nekaj digitalno objavljajo. No, skratka, za njih sem napisal in ko so se oni odločili objaviti to, sem dobil neko dodatno potrditev, da hej, to je najbrž še kaj več na tem, pa sem začel pisati. Pa tudi če takrat nisem vedel, da bo knjiga iz tega nastala. Ne? Tako da dokaj pozno sem ugotovil, da v bistvu pišem knjigo. No, kdaj si izdal to knjigo v tem? Izdal sem knjigo letos maja. Začetek maja. Sveža, v samozaložbi si dobil kakšnega založnika? Ne, v samozaložbi. V samozaložbi sem to naredil. Ja. Tako da, ja. In imaš to tudi fotomaterial, ne brž te zgodbe? V bistvu, ja, imam pri roki, tako da izgleda. Ja, vsako poglavje se konča s fotografijo, tako da dobijo bralci občutek, ne, kaj se je dogajalo. Kje jo najno poslušalstvo, najne tekačice in tekači lahko naročijo na spletu, imaš sigurno, a ne spletno stran, vem, da imaš tam. Ja, 11degrees.fi, torej 11 kot 11 in degrees kot stopinje, .fi, vse skupaj v eno besedo napisano. Bom potegal spodaj, spoštovana publika, poklikajte, naročite si to zdaj za prednovoletna darila ali pa pred ljubljanskim maratonom, ja, ker boste potem s to knjigo prišli, pa probali ujeti na cilju Mladena, da vam jo podpiše, ne, kaj tazga. Ja, z veseljem jo podpišem, ja, in pohramljam tudi z vsakim. To mi je užitek, v bistvu ena stvar, ki sem si zadal, da če sem v nekem kraju, recimo v Helsinkih, če nekdo naroči knjigo, ima možnost brezplačne dostave in priteče mi dostavim knjigo. Pa kakšna nora ideja, mislim, zdajle si pa dal idejo še kakšnim slovenskim tekaškim avtorjem. Jaz sem tudi eno knjigo napisal, pa mi nikoli ni bilo prišlo na misel, da bi jo tekaško dostavljal, vidiš, ne? Ampak perfektno. Koliko knjig si dostavil na ta način? Pa recimo 20, mislim, da sem jih dostavil na ta način, 10 do 20 je nekaj takega, ja. Knjiga je v angleščini ali kako? Ja, knjiga je v angleščini, ampak ravno te dni zaključujem slovenski prevod isto, tako da jutri gre v tisk in bo začetek oktobra
bo knjiga končana in mislim, da bo tudi imel predstavitev v Ljubljani knjige v mestni knjižnici v Ljubljani. Moram to še dokončno se zmeniti z njimi, ampak ja, Perfektno. tako da če koga zanima ali pa tebe, ne, pridi. Mene definitivno, na vsak način no, bom spremljal zdaj, ko še tvoje objave, oziroma bo v kontaktu, no, mi boš sporočil, da tudi jaz obvestim tekaško javnost. Oktober je pač vroči mesec zaradi maratona, vse zanima, vse in na vsak način bova to dala malo med ljudi, no, če že boš v Ljubljani, da pridejo po slovensko, različno te knjige. Razmišljal sem, 11 Degrees je kaj geografskega pojem, to geografski pojem? Je. Pomeni tisto, kar mislim, da pomeni. Ja, 11 stopinj širine je. Se pravi, od 60 do 71. Ali ja, točno tako je. Mislim, noro. Danes sem šel prav pogledat pri tem pogovoru, res sem šel pogledat to razdaljo, kako to izgleda. Na koncu, koliko je bila oziroma koliko kilometrov ti je namerilo, 1700, ki je več? Ali? Ne, ti v bistvu tančno 1689. 1600, kako si ste pa spet vprašanje? Zadnja etapa, gre zadnji dan na pot, ko veš, da boš dosegel cilj. Kako pa ti to vzameš? Ali je kaj emocionalno, ali je kaj posebnega, ali ne vem, kako se človek počuti? Ja, je, seveda. Mislim, v bistvu sem se v drugi polovici zadnjega dne tako, že 3 dni pred zadnjim dnem sem ugotovil, da sem že tako blizu, da je to, da ni šans, da ne pridem, ne. Ampak v drugi polovici zadnjega dne sem v bistvu dojel, da sem dosegel to, kar sem hotel in je emocionalno, seveda, te preplavijo občutki močni, seveda. To, kot še reče, aj naslednji dan pogrešaš kaj, je prazen tisti dan, bi šel spet kar teč, ali kaj? Ja, v bistvu je, ja. Isto na Nordkapu, ko sem bil, prespal eno noč in je bilo čudno se na avtobus usesti, ja. Mislim, nek način življenja si pa še pride, mislim, mesec si predstavljam, to je noro. Ja, novo rutino si ustvariš, ne. Nisem vezan na nikogar, ne. To delam cel dan, vsak dan, dan za dnem, stvar, ki jo rad delam, ne. Ja, nisem povezan, nikakšnih drugih obveznosti nimam, ne. Nisem vezan na nič drugega, tako da se svobodno odločam, kaj hočem, ne. To je, ne vem, skoraj najbližje neki svobodni volji najbrž, ne. Čas je luksus, to ljudje ne vejo, ne denar, čas je luksus. Ja, tako da, mislim, meni je, v bistvu moram reči, da meni največ vredno to, da lahko počnem, kar hočem, kadar hočem in kolikor dolgo hočem početi. Pa seveda tega ne morem vedno, ampak to bi bil cilj, ne. Mislim, niti pa prišel na misel na Nordkapu. Kaj pa, če bi jaz zdaj obrnil, pa šel še kontra nazaj? Ja. To bi bilo kar radikalno, no, ampak pa to tudi žena ne kar tako sprejela ali pa še. Ne vem, kako bi šlo. V bistvu sem se hotel tudi vrniti, je bil odličen trenutek, da se vrnim domov, ker tukaj se šola konča konec maja oziroma prve dni junija in sem si potem zastavil za cilj, da pridem domov, tako da grem na zaključno podaritev spričeval v šolo svojih otrok, tako da potem se zato tudi nisem odločil. Se najprej mislil, da bom tam malo po otoku okoli, ne vem kaj, ampak se rekel nič. Grem domov, upravljeno je in grem domov. Ni zadnja stvar, ki jo bom počel, tako da nimam nekih nostalgičnih občutkov ali nekih želj ali ne vem, da bi večno bil v tem. Ne vem, vse ima svoj čas na nek način, ne. Ampak je pa fenomenalen občutek, ne, da ta svoboda v bistvu, ne, da sam si narekuješ, kdaj, koliko, ampak to je nekaj, kar ti mora biti všeč. Jaz predstavljam, da veliko ljudi bi to lahko počelo, ampak mislim, da veliki večini to ne bi bilo všeč. Da ne vem, kot prvo ti tek mora biti všeč, ali pa ne vem, na kakšenkoli način že potuješ, ne, ali to kolo, ali tek, ali kakorkoli. Kot drugo pa moraš biti zadovoljen tudi s tem, da veliko časa preživiš sam s sabo, ne. Sam s sabo moraš res dobro razumeti, ja. Ja, to je to. Jaz mislim, da pri veliko ljudeh bi to znala biti večja težava kot pa fizično. Kot pa tek, ja. Mentalno, psihično je polovico, če ne celo več v bistvu, ne. Ker zelo hitro, mislim, to, kar ne tekači rečejo,
tek je dolgočasen. Ja, ne, ni dolgočasen tek, ne. Mislim, odvisno v kakšni družbi si, jaz sem v dobri družbi, ne. Tako da, Bravo, bravo. Mislim, sam pred sabo ne moreš potegniti, če sam sebi dober prijatelj, potem si mir dober. Pa to si tako perfektno povedal. Mislim, noro, si pred sabo od oceana, pa si kaj novodobni Forrest Gump, a ne? Samo, a ti je brada tudi zarasla, bril se nisi, a si se bril? ne, nisem se bril, ampak mi ne raste ravno hitro brada, tako da ni bilo ravno veliko. Nisi imel dolge brade, Ne, pa ne. čepice, pa tako. Ampak, ne, ma so Finci, samo to mi še povej, no, itak se že krepko čez uro pa pol, a vidiš, sem ti rekel, kot stvareh, ki so res zanimive, govoriš, lahko govoriš neskončno dolgo, ampak a so Finci res tako zadržani, ali so te potrepljali, so ti čestitali, ko so zvedeli, ali jim je to kaj pomenilo, so bili veseli zate? Ja, so. To večina ljudi razume Mhm. in dosežek. In tisti, ki so, večina je iskreno potem tudi pristopi in ko izvejo za to, ja, mislim, so zainteresirani in radi poslušajo in sprašujejo in jih zanima in bi radi tudi kaj podobnega sami počeli. Pa ne samo Finci, v bistvu kdorkoli, s komerkoli se pogovarjam. To mislim, da je nekako univerzalno, ta radovednost je univerzalna, ampak ne bi se pa vsak v to spustil, ne, da bi sam to doživel. Ampak vsi pa radi o tem poslušam. Jaz tudi rad o tem poslušam, ko poslušam druge, ki, ne vem, delajo podobne stvari ali pa drug šport, pa je isto neka avantura, nek občutek avanture vpleten v to, ne. Tako da mislim, da je to nekako univerzalno. Zato isto recimo dosti ljudi, ki sploh niso tekači ali pa niti niso športniki, so prebrali knjigo in jim je bilo super zanimivo, je bilo fantastično, zaradi tega, ker je zgodba o dobri avanturi, ne, v bistvu. Tek je samo rdeča nit, ne, na nek način. In tako da ja, ne vem, super kolege imam v službi in z veseljem vsi pridejo poslušati, ponavadi po teh svojih avanturah imam neko kratko predstavitev, ne vem, pol ure, 1 uro, malo povem, kje sem bil, kaj sem počel in je ogromno zanimanja, ne, za te stvari. Mislim, noro. Zdaj se veš, kaj te bom zdaj vprašal, glede na to, da ta nordijski svet ti je zdaj že ves več ali manj domač, ali pač ne, kaj je tvoj naslednji projekt, mlade Ja. ljudi, že veš? Ne vem, v bistvu ne vem, kaj je naslednji projekt. Ker, no, naslednji projekt je zdaj maraton, ne. Tako da in letošnje leto sem imel že tako precej polno, tako da upam, da bo šlo na maratonu v redu. Ampak od tega, od naprej pa nimam. Ampak naslednje leto sigurno nekam, ne vem pa še kam, niti na kakšen način. Ne vem, mogoče samo kolesariti, mogoče teči, ne vem, mogoče oboje, ne vem. Za konec, ja, potem te spustim in še povej, ja, SAP3 projekt je za nekatere življenjski in v to vložijo veliko časa, energije, resursov. Zdaj mi pa ti povej, kaj si pa ti spremenil pri svojem treningu v zadnjih 2 mesecih, da že lansko leto, oziroma izvrsten rezultat, kaj počneš, delaš intervale, tempo teke, kaj posebnega pri tebi, recimo, da drugače, kot bi sicer se pripravljal nek ultra. Ja, zaradi tega, ker tukaj gre za hitrost, intervale, veliko intervalov. Ostalo pa v bistvu ne vem, kako bi se temu sploh reklo. Dolgi, težki teki na nek način. To so 30 in več in tako Ja, naprej. 30 plus kilometrov hitro. Tako da, ne vem, 30 kilometrov v 2 urah, ne vem, 2 uri 10, 2 uri 15, recimo, ne vem. No, Tako da, ja, to in intervali. Ampak drugače pa ni ne ravno volumna veliko, ampak tudi isto se poskušam držati, da gre samo 5-krat na teden teči, da 2 dni si vzamem prosto, ne. Vsaj en dan, ampak tudi 2 dni si vzamem prosto, zato da ne počnem tiste 2 dni veliko, ne. Zato da, ko se temu reče super kompenzacija, ne, ker se spočiješ Tako in je. potem si veliko bolj svež in lahko veliko več od sebe daš, ne. Tako da, ja, to mi je. Napredek se dela na kavču, v bistvu, to je pa tle res, a ne? Ja, Ko res. počivaš, se mišice v bistvu šele. Ja, spat, dobro jesti, in pa potem pa tisto, ko greš teč, pa zares z nekim namenom. Čeprav ni nekih praznih kilometrov, to skoraj nikoli ni, ne. Ampak ja, dolgi teki in intervali, to dvoje.
zdaj najne poslušalstvo, tvojo stravo klika, ko besni klikajo, zdaj jih pa res vse zanima, kako človek uspe laufati. Najprej en mesec v kosu, 1700 km, potem maraton po 3, ima se ta naravni fenomen. Malo jih je, ti bom priznal, so, ampak eni se imajo za resne športnike, ki to počnejo, ti si pa čisto običajen. Kako bi sebe rekel, si športnik, rekreativec, si kaj drugega? Tekač. Fantje, dekleta, ne delajte znanosti tega, človek je tekač, človek je tekač, superca, Mladen, jaz sem zelo vesel, da sem se midva takole dobila, izjemno zanimiv sogovornik si, take oči imam in taka ušesa zdaj. Se veselim srečanja v živo letos, če ne na knjigi, pa na Ljubljanskem maratonu, vsak način se bova sešla, tole knjigo si bom tudi pridobil v posest, seveda, da jo potem recenziram za Slovensko tekaško revijo, če ne drugače, pa za svoje poslušalstvo in gledalstvo. Sicer pa hvala ti za skoraj 2 uri tvojega časa, to bilo je fenomenalno. Marko, super, hvala za povabilo na tale pogovor in za zelo zanimiv pogovor, zanimivo vprašanja in definitivno smo na vezi, tako da se dobiva in tudi za vse ostale, mislim, jaz se o teku zelo rad pogovarjam, tako da kdor je pripravljen poslušati, naj vpraša. Evo, dobili ste povabilo, bom dal tudi tiste kontakte, mislim, tvoj LinkedIn profil in tako naprej, ljudje te bodo že našli, verjamem, da te marsikdo bo še kaj vprašal, tako da, Mladen, še enkrat hvala, uspešne priprave na SAP 3, se vidimo. Hvala, enako, čau.